samo četrtina mladih poišče pomoč pri strokovnjakih. Kaj to prinaša v prihodnosti? Če bi me pred 20 leti vprašal, a bo družba taka kot danes, bi zagotovo rekel ne. David Gosar, kakšna bi ti rekel, da je splošna razgledanost okoli tematike duševnega zdravja v Sloveniji? Se predamo temu ugodju medsebojnega razumevanja, pa se ne spodbujamo, da postanemo boljši. Kdaj se pri otroku mladostniku začne razvijati sposobnost introspekcije? Problem je, da se naša biologija ne more tako hitro spremeniti, kot se naša družba. Nismo zgolj barke, ki nas premetava morje, ampak smo tudi kapitani svoje ladje. Wow. Kaj bi rekel, da vsak človek lahko dela za to, da bo bolj dopuščal lastni pristnosti, da zasije? Večina izmed vas, ki bo gledala to epizodo, ni naročenih na naš YouTube kanal. Z ekipo bi nam ogromno pomenili, če to tudi naredite. Tisti, ki pa že subscribate in delite epizode med svoje ljudi, pa najlepša hvala. Zaradi vas za ta projekt lahko zvejo ljudje, ki drugače ne bi. Če pa med vami kdo, ki bi projekt rad podprl na svoj način ali pa mogoče podprl sebe z nakupom magnezijevega napitka, ki ga imamo, pa poglejte v opis epizode. Tam najdete vse. Zdaj pa uživi v pogledu. Pritisk zaradi podaljšanja določenih časovnih obdobij. Recimo v obdobju, ko še študiramo, ta obdobje študiranja je vedno daljše, vedno dlje se usposabljamo za svoje poklice, za svoje neke poklicne vloge in potem to skrajšuje in preden pridemo pravzaprav v eno življenjsko pozicijo, ker smo materialno dobro priskrbljeni, ker izoblikujemo neko pogoje, da imamo lahko družino, smo vedno starejši. To je še posebej za ženske težave, ker od spodaj prihaja ta pritisk, od zgore pa biološka ura. In je pa to okno, v katerem imeti otroke vedno bolj ozko. In je to tudi lahko en tak faktor, ki je vir tudi stresa in duševnih težav. Kaj pa bi mogoče lahko bil že en praktičen Rešitev. Ja, mogoče rešitev ali pa samo nekaj, da se ozavest pri ljudeh, ki čutijo ta pritisk, mogoče celo pri teh ženskah, ki si jih omenil. Ja, več stvari je. Ena mogoče tudi tako, da so lahko tudi ta izobraževalni proces bolj fleksibilen. Da lahko tudi imamo tudi študentske domove, kjer so lahko tudi družine, mlade družine. Vse, kar gre v smeri tudi potem večje finančne varnosti, seveda. To je tako od dostopnosti vrtcev do dostopnosti pač nekih stanovanj za mlade družine, na tem se seveda dela. Z vidika se mi zdi pa zaposlovanje je pa tako, da razumevanje, da je v sodobni družbi, jaz mislim, da je izobraževanje vseživljenjski proces. In ko smo enkrat na delovnem mestu, pa recimo, v moji stroki je tudi to težava. Veliko teh, ki se izobražuje, ki so specializanti, so specializantke, večinoma ženske, ravno v tej starosti, ko imajo otroke. In ravno takrat se recimo vozijo iz Prekmurja, iz Maribora v Ljubljano, delati 8 ur, se pa peljati nazaj in istočasno skrbeti za družino. In tukaj se mi zdi, bi lahko bili mi bolj fleksibilni glede teh programov izobraževanja. Recimo ena stvar, ki sem si sam prizadeval, je bilo, da bi vzpostavili tako kot del izobraževanja tudi to psihološko samooskrbo, kako paziti, skrbeti za svoje duševno zdravje in recimo za nas, ki smo tudi mentori, kako biti dober mentor, kako tudi v sklopu mentorstva biti pozoren na te stvari, kako pomagati. In včasih se da, jaz mislim, da smo lahko fleksibilni, bolj kot smo, pa tako mogočimo, da je recimo nekomu bi pomagal bolj fleksibilen delovni čas, recimo, pa bi bil to že velik korak. Se mi zdi, da prvi korak je sploh zavedanje, kako pomembno je to. Točno to, ja. Točno to. In destigmatizacija tega po eni strani. Ja. Tudi neka stvar, o kjer bo danes veliko govorila. Na tej točki bi se sam rad zahvalil, ker se mi zdi to res omembe vredno. In se mi zdi lepo, da Mestna občina Ljubljana podpira destigmatizacijo točno te tematike. Ja. In v bistvu so tudi oni naju povezali. V sklopu projekta tudi junakinje in junaki včasih poiščejo pomoč. Res je. In v bistvu jaz bi tole epizodo začel, vse sva že začela, v bistvu zelo spontano, kar mi je všeč. Ampak jaz sem po tem najinem uvodnem sestanku malo globi začel o tej tematiki razmišljati in prišel celo do točke, da sem en esej napisal. Wow, okay. Pa bi ti ga prebral, če smem. Prosim. Ok. Opomnik zase in družbo, ki spodbuja status, a pozablja na veljavo. Na občutek, da kot človek nekaj pomeniš.
Spodbujate, da slediš čredi, namesto najdeš v svojem delu smisel. Spodbuja, da se primerjaš, namesto prispevaš z lastno esenco. Vlečete v individualizem, a te pri tem pušča samega. Resnica ni pomembna, skrijo globoko vase in si nadeni lepo zlato masko. Kako te vidijo drugi, je postalo bolj pomembno kot zavedanje sebe. Je postal tvoj vladar, ker te je prepričal, da si to ti. Samega sebe zaradi hrupa družbe ne slišiš več. Drugim lažeš, da si okej, lažeš, ker te je strah biti breme, ker bremena nihče noče. Strah te je ostati sam, v temi, v tišini. Sam s svojimi mislimi in občutki, sam s svojimi mislimi, ki ti z lažmi odvzemajo prisotnost v trenutku, kamor te občutek kliče. A ironično se ravno tam skrivaš ti, v obstoju samem, kamor ne seže. Zato moramo zavestno, danes bolj kot kadarkoli prej, graditi protivtež. Protivtež v obliki zavedanja, kaj v resnici podpiramo. Podpirati moramo aktivnost namesto pasivnosti. Podprimo skupnost namesto izolacije. Podprimo smisel namesto primerjanja. Podprimo občutek veljave namesto statusa. Opolnomočiti človeka, da je sposoben zdržati z občutki, namesto mu dajati možnosti, da od njih pobegne. Ker čustvena odpornost ne nastane takrat, ko je vse v redu, nastane takrat, ko sprejmemo resnico točno takšno, kot je. Takrat, ko se naučimo ustati, prisotni v trenutku. Lepe misli, res se mi zdi, si povzel ogromno tem, o katerih sva želela danes govoriti. Ja. Kje predlagaš, da začneva? Jaz predlagam, glede na tole, kjer sem jaz nekako te svoje misli utopil noter, pa me je vmes čisto iskreno, kar mravljinci so me tresali, ne vem zakaj, ampak hvala za pozornost po poslušanju, sem res čutil, da te zanima, tako da lepo. Mi je tako odzvanjal en prispevek mislim, da je bila sobotna priloga Dela, kjer je en dijak moje bivše gimnazije Poljane, opisal neke zelo podobne občutja in misli. In tako se mi je prepletalo v tem, tako sem želel predlagati, da mogoče tako razmišljava iz tega nekega običajnega, normativnega razvoja mladostnikov ali pa mladih in preideva o tem, kako so lahko tukaj neke prednosti in pasti. Ena stvar, kar sem je tako začutil, ko si govoril o tej povezanosti in osamljenosti, ki si jo omenjal, ki je nevarnost, je to, da je obdobje mladostništva in potem zgodne odraslosti pravzaprav eno tako obdobje, ko iz družine stopimo v širši svet. In z vidika tako delovanja živčevja se pa to odraža v tem, da se naši možgani v tem obdobju intenzivno razvijajo in krepijo povezave med ključnimi področji možganov, kar nam omogoča, da bolj abstraktno razmišljamo, mislimo o sebi in drugih z neke distance, morda tretjega, doživljamo empatijo in še nekaj zelo pomembnega se zgodi. Postanemo veliko bolj dovzetni za socialne držljaje nagrade. To odobravanje naših bližnjih, prijateljev, drugih, to nam ogromno pomeni. In to ima tako pozitivne kot negativne posledice. Recimo, en zelo pomemben pojav je, da je še veliko več prosocialnega vedenja. Mladostniki se zavedajo stiske drugih, želijo pomagati in tudi sam imam veliko izkušenj tako z mojimi pacienti, kot recimo študenti, s katerimi sodelujem, da so izjemno zagnani v nevladnih organizacijah, se zavzemajo bodisi za okolje, za tiste, ki so prikrajšani. Mnogi recimo študenti, s katerimi delam, radi delajo z mladimi, pomagajo z inštrukcijami, za pomočmi in tako naprej. In ta dejavnik je pomemben, seveda se pa lahko zapelje v napačno smer, pa ima tudi neke negativne posledice. Če v okolju veljajo neke norme, ki so nasproti nekemu duševnemu zdravju, zdravemu razvoju, potem gre pa to lahko v nasprotno smer. Tako da pravzaprav kot marsikaj v psihologiji, ti razvojni momenti, trenutki, ko se naši možgani nam omogočajo neke nove sposobnosti ali pa nek dodaten pogled, nosijo tako prednosti in tveganja in od konteksta je odvisno, kako se bo potem to udejanilo. Super iztočnica, ker bi rad govoril o razgledanosti glede te tematike. Torej, ker če midva tukaj se zdaj pogovarjava o tem, koliko je nekdo sposoben nekaj uporabiti za dobro, lahko predpostavljava, da mora to stvar tudi poznati. Tako je. In zdaj, če mi lahko samo glede na svojo profesijo in svoje izkušnje
pomagaš nekako si predstavljati, kakšna bi ti rekel, da je splošna razgledanost okoli tematike duševnega zdravja v Sloveniji, pa kako se razlikuje glede na predele Slovenije. Ja, tukaj je izredno velika raznolikost. Pa bi rekel, da razumevanje duševnega zdravja se začne še preden sploh spoznamo to besedo. Začne se tudi v družinah in v našem doživljanju drug drugega. To, kar sem mogoče tudi želel še izpostaviti, kot en tak pomemben razvojni moment je, da se ljudje spoznavamo v odnosih. Sami sebe in našo sposobnost uravnavanja sebe, razumevanja sebe. To, kot si sam prej v svojem eseju tako dobro izpostavil, sebe ni mogoče spoznati, sebe ni mogoče razviti v izolaciji. In tudi seveda ne, če odnosi, ki jih imamo, niso pristni ali pa ne dovoljujejo, da smo mi pristni. In tukaj se začne pravzaprav razumevanje duševnega zdravja v družinah, kjer so si družine zelo raznolike. Srečam mlade iz družin, recimo, kjer so določena čustva popolnoma prepovedana. Ne smeš biti jezen, ne smeš biti žalosten, vedno moraš biti pogumen in tako naprej. In to seveda zelo skrči ta prostor čustvenega doživljanja. In tudi enako potem ta skrb do sebe in drug do drugega. Kaj imaš pa ti za jamrati? Ti pa sploh ne veš, kaj pomeni trpeti. Jaz vem, ne? In avtomatično nekdo tako recimo razvrednoti doživljanje mladostnika, otroka, mladostnice v nekem trenutku. In jaz mislim, da se razumevanje duševnega zdravja začne na tej ravni, na veliko bolj intimni ravni, kot potem ta širši družbeni diskurs o duševnem zdravju. Seveda je pa potem tudi ta diskurs bolj prisoten. Moja izkušnja, odkar sem psiholog, je, da pravzaprav ta odprtost družbe za temo duševnega zdravja, za temo nevroznanosti, psihologije je vedno večja. Tako da to je zelo dobrodošlo. Ker mislim, da ravno danes sem se pogovarjal s sodelavko, kako zelo je naša znanost napredovala in kako lahko za neke psihološke fenomene dobro razumemo tudi na tej bolj nevrofiziološki, biološki ravni, istočasno jih poznamo tudi vpet v te neke socialne procese. In to mislim, da pomaga ljudem umestiti stvari. Po drugi strani pa seveda se pa različna, tako kulturne, socialne sredine v Sloveniji, kot različna področja zelo razlikujejo, kakšen tabu so recimo duševne težave. Srečam se z mladimi recimo v urbanih središčih, Ljubljani, Mariboru, od drugod, ki so pravzaprav zelo podučeni v tem področju, pridejo na spletu, veliko iščejo, morda še preveč, prihajajo z nekimi že izdelanimi predstavami, kakšno diagnozo imajo in jim pravzaprav manjka nekega pravega sogovornika, da se bi lahko o tem pogovorili. Tako da tukaj takrat potem odpremo to temo, vprašam, kaj si pa googlala, kaj pa razmišljaš, kako pa si prišla do te misli, da imaš take pa take težave. In se pogosto zgodi seveda, kot strokovnjak, ki se ukvarjam s tem področjem, se zavedam, da neke diagnoze kot take so zelo omejen pogled na razumevanje duševnega zdravja nekoga. Vsak od nas je neko edinstveno bitje v svojem kontekstu, v svoji situaciji in to je zgolj nek kompas, kako razmišljati. Tako da potem s takimi mladimi odpremo te razprave in probamo razumeti, kakšen pomen imajo te duševne težave v njihovem življenju, a gre za take, a gre za drugačne. Druga skrajnost je pa seveda so pa tudi mladi, ki pridejo iz okolij, kjer je do duševnega zdravja velika stigma. Pogosto z ruralnih delov Slovenije, kjer je že velika sramota, če bi morda sosedje vedeli, da obiskuje mladostnica, mladostnik psihologa. Ker bi to jemali, da je nor, da se to vse ureja znotraj družine ali pa da o tem se ni pomembno govoriti in tako naprej. Tako da, ko so recimo tudi govorila prej o tem, v svojem eseju se tudi ta naslovil, ta problem, pravzaprav po eni strani poplave informacij, po drugi strani pa premalo, oziroma te prisotnosti, ki te pusti z veliko informacijami družba. Se mi zdi, da je težava lahko tudi v tem, da potem v takih primerih, kjer je stigma velika do duševnega zdravja, osebe iščejo tudi te informacije na napačnih krajih ali pa sploh ne govorijo, ne iščejo pomoči. In pravzaprav se mi zdi to ključno izpostaviti, da samo 1/4 mladih poišče pomoč pri strokovnjakih. 3/4 poiščejo pomoč pri družini, pri prijateljih,
pri trenerjih in tako naprej. Tako da to, kar si prizadeva recimo občina Ljubljana, NIJZ, druge inštitucije v Sloveniji in seveda posamezniki kot si ti, je izjemno dragoceno, ker ti pomembno, da smo vsi ozaveščeni o tej temi. Recimo, kako ravnati v primeru, da nekdo razmišlja o samomoru, je ključnega pomena za vse izmed nas. Vsak od nas se lahko sreča z nekom, z mladim, ki recimo, ali pa tudi starejšimi, ki o tem razmišlja, te misli niso neobičajne, in da vemo, kako ravnati, je lahko izjemno koristno. Tako ta proces destigmatizacije se mi zdi zelo pomemben. Ena stvar, ki si jo že na prvem sestanku omenil, tako izstopa, je bil pomen skupnosti. Mogoče zdaj, glede na to, kaj si govoril, dober timing, da to dam na mizo pa rečem, koliko knjig je napisanih o tem, kako biti dober šef, koliko knjig je napisanih o tem, kako biti dober prodajalec, koliko knjig je napisanih o tem, kako biti dober prijatelj. Ja, moram reči, da v strokovni literaturi imamo tudi te teme, se tudi recimo razvojna psihologija veliko ukvarja s prijateljstvi, kako nastanejo, kako se razvijajo. Moram pa reči, da veliko izjemnih prijateljstv je tudi opisanih v leposlovju. Bratovščina sinega Galeba, recimo lahko ne pomisliš, pa je en tak primer, pa mnogo tudi ostalih. In kot sem rekel, to razumevanje duševnega zdravja odnosov se začne v nekih bolj intimnih prijateljskih in družinskih odnosih. In ko sem pa omenil skupnost, sem imel pa predvsem v mislih nekaj procesov, ki so v današnji družbi zaradi narave njenega delovanja lahko okrnjeni. Prvi proces, ki ga bi mogoče izpostavil, je neka skupna deljena kulturna sredina ali pa neke deljene družbene vsebine. Zaradi bolj učinkovite komunikacije, spleta, se med seboj veliko lažje kot kdajkoli prej povezujemo ljudje podobnih razmišljanj, stališč. Obenem pa to za seboj prinese tudi to, da si pa manj delimo s tistimi, ki so drugačni od nas. In to nas na nek način lahko zelo siromaši. Da po eni strani recimo nekaterim skupinam, ki so bile marginalizirane, recimo LGBT skupnost, se laže med sabo poveže in jim da neko oporo. Po drugi strani si pa nas večina mnogo manj deli nekih skupnih vsebin. Ne gledamo enake serije na televiziji ali pa na spletu, ne beremo istih knjig, vedno manj. In tako pravzaprav je tega nekega skupne izmenjave, skupnega deljenega razumevanja sveta manj. In to je pa seveda lahko tudi vir stiske. Namreč zelo človeška, ljudje smo si pri razumevanju sveta pomagamo tako, da pravzaprav porabimo neke bližnjice. To je tudi ena od tem, zaradi katerih so recimo prvi psihologi dobili Nobelovo nagrado. In to so heuristike, jim rečemo. Recimo, najbolj preprosta heuristika je heuristika dostopnosti. Odločil se bom, pojasnil si bom situacijo s tem, kar poznam. Ali pa recimo, lahko preprosta heuristika, kar je naravno je dobro, kar je umetno je slabo. In prav so to neka prepričanja v bistvu? Lahko so, neka prepričanja, ki nam pomagajo osmisliti svet. In bolj kot je kompleksen, bolj kot je miselno zahteven svet, bolj jih uporabljamo, ker seveda to breme, ki ga zahteva razmišljanje o takem kompleksnem svetu, težje. In se mi zdi tudi en od razlogov, zakaj se včasih znajdemo v situaciji, kjer se oziramo v preteklost po neke preproste rešitve, ki pa so zgolj navidezno rešitev za trenutno situacijo. In se mi zdi, da tukaj pravzaprav, ko je manj teh priložnosti za izmenjavo z drugačnimi, imamo še toliko manj zmožnosti razumevanja te kompleksnosti. Tako da to, z tega vidika je skupnost, to je en način, kako je pomembna. Drug, mogoče še bolj pomemben način, je to, kar sem omenil na začetku, je, da pravzaprav mi izgrajujemo lastno identiteto, lastne sposobnosti, lastno osebnost v stiku z drugimi. In če imamo srečo v stiku z starši, z vrstniki, z učitelji, ki znajo odslikati našo individualnost, naš temperament, znajo prepoznati naše talente, kolikor pa nimamo te sreče, nas pa lahko dajo z občutkom, da smo grozni, da smo sebični, da smo sovražni, da smo nesposobni in tako naprej, kar si seveda lahko nekateri otroci, mladostniki vtisnejo v svoje srce v nekih ekstremnih situacijah in jim to ostane pravzaprav velik del življenja naprej. Kot psiholog pravzaprav, kar
pogosto opažam in različne terapevtske metode se pogosto s tem ukvarjajo, je, da ljudje, ko se znajdemo v neki težki situaciji v svojem življenju, izoblikujemo neke strategije spoprijemanja življenjsko situacijo, ki jih potem nosimo s seboj celo življenje, tudi v okoliščinah, ko to ni več potrebno, oziroma ko je to celo neprimerno. In gre za vprašanje učenja, ali se zmoremo naučiti drugače. In način, kako se zmoremo naučiti drugače, je v odnosu z drugimi, ki so drugačni od tega, kar smo imeli izkušnje. Če zmoremo prepoznati tudi kot tako situacijo. In iz tega vidika je tudi skupnost tako zelo pomembna, ker nam da priložnost, da postanemo, kar lahko postanemo. In seveda, če nekdo zelo... in z tega vidika je tudi trenutni čas lahko zahteven. Tudi v marsikje po svetu, v zahodnih državah poročajo epidemiji osamljenosti. In ravno tukaj leži težava, da pravzaprav, če nimamo priložnosti, da se vključujemo med druge, se tudi nimamo priložnosti spoznati sebe. Dodatno težavo pa povzroča lahko kultura, kot si omenil, neke narcisoidnosti, pa morda, če ne bom tako terminološko strokoven, neke kulture, kjer je pomemben zunanji izgled na račun nekega notranjega doživljanja, neke pristnosti. In to za seboj potegne, da se potem tudi bojimo pokazati sebe. Se lahko, recimo z mladimi, ki se srečam, sem včasih celo zgrožen, v kakšen krog se ujamejo. Recimo z dekleti iz osnovne šole, 6., 7., 8. razred, srečam dekle, ki ima socialno fobijo, torej strah pred tem, kako jo doživljajo drugi, in zaradi tega seveda se izogiba. In način reševanja te težave je, da ves čas, vsak dan gre v šolo zelo izdelanim ličil, se naliči izredno natančno. In je to pa tak začaran krog. In ne se boji, da če ne bom šla brez ličil v šolo, bodo prepoznali, da sem grda. In seveda na ta način nikdar nima priložnosti spoznati, da temu ni tako, ker se ujame v to začarano past. In to je seveda velika ovira za skupnost. Zakaj je to tako pogosto v trenutni družbi, da ljudje čutijo potrebo po tem, da jih ne bojo imeli rade takšne, kot so v resnici, in zato igrajo neko vlogo? Ja. Se mi zdi, si sam lepo izpostavil, kot v svojem eseju, tudi to vprašanje nekih vrednot. In kot sem jaz na začetku izpostavil, gre za pravzaprav interakcijo nekih biološkega razvoja, psihološkega razvoja in kulture, ki trenutno prevladuje. In seveda, in tehnologije seveda, ki tudi pomembno vpliva, ki je del kulture. Tako, socialno primerjanje je osnovni vidik odraščanja, ki je lahko pozitiven, ki pomaga k razvoju, ki mi pomaga, da se umestim. Vendar je pa odvisno od tega tudi, kakšne povratne informacije prejemam. In seveda, če sem ves čas prisoten na recimo socialnih medijih, kjer je algoritem že sam zasnovan, da izpostavlja točno določene fizične atribute lepote. In so odzivi taki, da je potem lepota tisto, kar je nagrajevano. Si jaz želim te veljave. Kot, recimo, to je pri študijah neugodnih, torej škodljivih vplivov socialnih medijev na telesno samopodobo deklet bilo zelo opazno. To je tudi eden razlogov, zakaj so po nekaterih teh podjetjih ukinili te všečke za fotografije, ker so peljale v take težave. In vprašanje, torej mladostniki in tudi delno mladi odrasli, predvsem pa mladostniki so dovzetni za socialne nagrade. Vprašanje pa je, kaj je socialno nagrajeno. A je to hiter uspeh? In tukaj prideva trčiva pravzaprav ta protislovja. Nekaj tudi morda nerealnih pričakovanj. Še en trend je pomemben in vsej v Združenih državah, pa nekaterih drugih zahodnih državah dobro dokumentiran skozi desetletja, sem ga tudi že na našem sestanku, je sprememba vrednot, ki desetletja, že recimo študije so od leta 1932 do 2007, prihaja do porasta zunanjih vrednot napram notranjim. Če je bilo v preteklosti vrednota biti dober starš, biti dober partner, mož, žena, biti prizadevan delavec, biti ustvarjalen. Vse to so neki cilji, ki jih vsakdo izmed nas lahko doseže. Če pa je vrednota imeti izjemno dober avto, biti zelo lep, biti najboljši znotraj svoje sredine in tako naprej,
To so pa cilji, ki jih ne more vsakdo izmed nas doseči. Tukaj pa je neizogibno, da bodo poraženci in zmagovalci. In seveda, ko pa pridemo, to pa vemo iz preučevanja tekmovalnosti, tekmovalnost je lahko pozitiven dejavnik, kadar pomaga, da sami sebe izboljšamo. In da je to cilj, postati sam boljši. Če pa vodi do tega, da samo nekateri imajo dostop do privilegijev, potem pa seveda ima pa to kvaren vpliv, ker večina pa potem je poražencev. Tako da se mi zdi, in to je tudi se pa povezuje za širšo temo, je pa razslojenosti. Kjer seveda večja kot je razslojenost, manj je teh priložnosti, tudi status postane bolj pomemben. To tudi študije recimo kažejo, da v bolj razslojenih družbah je pritisk za kazanje statusa večji. In zdaj, če ne bo to lepota, ne bo to premoženje in posledično to izčrpa posameznike, pa tudi vzbuja občutek nepravičnosti. In kadar se pa občutek nepravičnosti poveča, pa ljudje nasplošno manj vlagamo v družbo, manj vlagamo v svoje okolje in spet trpi skupnost. Ker skupnost, recimo zanimivo, to, ko sem preučeval to področje vpliva socioekonomskih torej ekonomskih dejavnikov na duševne težave, je eno od fascinantnih spoznanj, ki sem jih dobil, kako pomembne so tudi za skupnost te bolj na videz nepomembne rahle vezi. Prodajalec v trgovini, frizerka, natakar, recimo, če se spomnite zadnjih dogodkov iz Dolenjske. In take osebe v neki manj razslojeni družbi med seboj povezujejo ljudi iz različnih slojev. In na ta način omogoča dostop do virov pomoči, ki sicer ne bi bili dostopni. In recimo, ko so preučevali, kako izobrazba in materialni status staršev vpliva na socialno mobilnost njihovih otrok, se izkaže, da ni pomemben denar. Pomembno je, kdo so bili njihovi prijatelji. Če so bili njihovi prijatelji iz različnih socialnih slojev, je njihova socialna mobilnost bistveno večja. Tako da to je mogoče ta bolj, bi rekel, družboslovni vidik, pa ta sociološki vidik duševnega zdravja. Kako pa čustvena mobilnost oziroma socialna mobilnost, si rekel, pomaga pri se pravi čustveni odpornosti, recimo, ali pa pri temu, da verjetno ima pozitiven vpliv, zato tudi si na ta način to omenil. Kakšna je povezava? Ja, torej dejavnikov, ki vodijo v večjo sposobnost poprijemanja z duševnimi težavami, ki so na nek način tudi neizogiben del življenja. Mogoče je dobro, da to izpostava tudi. V eni izmed študij iz Nove Zelandije, kjer že, mislim, da 50 do 60 let spremlja eno celotno skupino ljudi, ki so bili rojeni v enem mestu, v enem letu, ugotavljajo, da je 86% teh oseb doživelo vsaj eno duševno motnjo. Tako da pravzaprav se lahko vsi s tem srečamo v svojem življenju. To je že en del destigmatizacije, o kateri govoriva. In če se tega zaveda, potem se lahko vprašava, zakaj nekateri to prebrodijo bolje, drugi slabše. Vse so te lahko težave različne, pa vendar. Tisti, ki se ves čas spopadajo z materialnim preživetjem, se za duševnim zdravjem teže spoprijemajo. To pa zato neugodno vpliva kroničen stres, kjer se vsak dan me skrbi, a bo imel za jesti, a bo imel streho nad glavo in podobno. To nevrofiziološko vpliva na več področji. Eno je vpliva naše centre za spomin, na hipokampus preko vpliva kortizola, kar je seveda zelo neugodno z vidika izobraževanja. Drugo, na povezave med čelnim režnjem in nekaterimi temi jedri globlje v možganih in s tem na regulacijo čustev. Težja je ta regulacija potem. In zanimivo, ko so pri tem razvoju, prihaja do predčasnega zorenja teh povezav. Na nek način te mladi prehitro odrastejo in ne razvijajo nekih kapacitet, ki bi potem tako lažje ravnavali svoja čustva. Torej, eno je ta čist ekonomski vidik. Drugo je, večja socialna mreža omogoča več tega izkušanja sebe v različnih vlogah, večjo dostopnost različnih življenjskih priložnosti, pa ne bo to štipendija, poletno delo ali pa kaj drugega. In tudi omogoča to, da se preizkušamo v različnih vlogah, seveda več prijateljev, potem se neke skupinske dejavnosti vključujejo. Tako da ima kar precej prednosti.
In lih v teh 20-ih, mogoče tukaj zdaj bi najbolj bilo to obdobje, od 20 do 30 nekako, smo si, mislim, da so bile to celo tvoje besede, smo si zelo raznoliki v teh življenjskih poteh. Eni so že starši, eni še študirajo itd. Tukaj se spet srečujejo s tem fenomenom, ko se biološko sreča s kulturo. Če pogledamo nazaj v zgodovino, pravzaprav obdobje mladostništva do začetka industrijske revolucije ni obstajalo, ker so otroci pravzaprav neposredno iz otroštva stopili v delovno populacijo. Postali so vajenci, dekle, hlapci in tako naprej. In niso imeli tega obdobja odraščanja, ki ga jim zdaj razumemo kot mladostništvo. Šele s to potrebo po izobraževanju delovne sile je nastalo neko obdobje mladostništva. In takoj pa v zadnjih 10 do 20 letih pa se vse bolj na področju razvojne psihologije uveljavlja pojmovanje novega nekega življenjskega obdobja, ki v angleščini ima izraz emergent adulthood oziroma v slovenščini porajajoča se odraslost. In za to obdobje, ki je tam nekje med zgodnjimi 20 in 30 letom starosti, je njegova najbolj tipična značilnost ta izjemna raznolikost med posamezniki. Nekateri že vstopijo na trg dela, se finančno osamosvojijo, osnujejo morda tudi družino, morda imajo celo otroke, drugi pa v tem obdobju se še izobražujejo, so finančno odvisni lahko od svoje družine, še niso vzpostavili nekega samostojnega življenja. Tudi če pogledamo v Slovenijo, ta starost, ko mladi odidejo od svoje primarne družine, je razmeroma visoka, je proti 30. In kar vztraja nekaj časa. In je tesno povezana s temi procesi izobraževanja, ki sem jih omenil, ki predstavljajo pravzaprav neko omejitev. Tako da tudi z ekonomskega vidika kasneje začnemo pravzaprav imeti neke življenjske prihodke, ki nam omogočajo, da oblikujemo neko finančno stabilnost in varnost, ki je pa potrebna. Tako da se je vedno, duševne težave, kot se prej pogovarjala, tako iz evolucijskega kot ontogenetskega smisla, je vedno neko srečanje nekih razvojnih procesov z nekim kontekstom. In to je lahko vedno pozitivno, ima pa seveda, problem je, da se naša biologija ne more tako hitro spremeniti, kot se naša družba. Tukaj je vedno znova in znova izziv. Zanimiv. Ena stvar, ki se mi zdi tudi taka zelo zanimiva za debato, je ta, da kako smo mi naravnani, da drug drugemu včasih kar odvzemamo, ko si nekdo želi spremembo, ga kar zaradi našega lastnega strahu, pa govorim zdaj o bolj bližnjih odnosih, pa sej ne rabiš iti, pa kaj rabiš keleteti. Jaz se spomnim, meni je moja mami, ki sem jaz omenil, da gremo na potovanje z družino Tajska, itd. Pa kaj pa rabite toliko daleč hoditi, pa na avion, pa to, pa uno tretje. Ogromno enega strahu iz teh prejšnjih generacij. Kako v tvojem področju, s katerim se ti ukvarjaš, lahko nekako zdaj povežava pretekle generacije in pečat, ki ga puščajo zaradi svojih vedenjskih vzorcev na generacije zdaj, recimo. Saj to ni pravzaprav neka težava, ki se je pojavila v zadnjih letih, to je že dolgotrajna težava, kjer se pravzaprav družba spreminja tako hitro, da starejše generacije nimajo več vsega znanja in spretnosti, ki bi jih lahko predale mlajšim, da bi lahko se uspešno spoprijemali z kulturo in družbo, kakršna je. Seveda ima to veliko nijans, kar si omenil. Po eni strani se pri svojem kliničnem delu veliko ukvarjam tudi starši, njihovo vzgojo, in ena od stvari, ki jo vemo iz preučevanja recimo področji, kot so tesnobne motnje, je, da je veliko vedenja lahko tudi prenešenega preko modelnega učenja. Tako da recimo starš, ki je sam zelo pretirano zaskrbljen glede nevarnosti v svetu ali pa različnih situacij, v tem svojem otroku z svojim načinom pretirano zaščitniške vzgoje pripelje do tega, da tudi otrok razvije te težave. Recimo lahko si predstavljaš nekoga, katerega starši pravijo, to pa si zihar, da hočeš, da veš, hude stvari se zgodijo, tudi dekleta posilijo, in mu same strašne stvari govorijo, seveda taka oseba lahko tudi zelo tudi sama razmišlja. Drugo je mogoče neka taka bolj običajna, bolj pogosta oblika skrbi, da se otrokom ne bi zgodilo kaj slabega. Kar je pogosto ena taka zelo osnovna starševska ljubezen, ne želim, da se ti zgodi slabo. Kar pa je pomembno, in potem tudi se pogovarjamo veliko starši, se je pa zavedati, da razvoj
pomeni tudi spoprijemanje z neprijetnimi situacijami in čustvi. Da nas to krepi, da nam to omogoča, da rastemo osebno, da se učimo. In da pravzaprav to, kar se vedno poskušamo spodbuditi, je, da pogledajo na te okoliščine iz tega vzgojnega, iz tega starševskega vidika, to delam za dobro mojega otroka, da mu dovolim, da izkusi tudi neke neprijetne izkušnje, ker je to zanj ali pa zanjo učna izkušnja. In seveda lahko pa razumeš, prej smo se pogovarjali o tem, kako se tudi družine razlikujejo po tem, koliko je dovoljeno nekih neprijetnih čustev, koliko je to sprejemljivo. A veste, včasih se tudi zgodi, da imajo ljudje lahko prejšnje generacije neke zelo travmatične izkušnje. Nekdo, ki je odraščal v družini, kjer je bila jeza vedno povezana z nasiljem ali pa z neko izjemno grobostjo, seveda lahko razume jezo kot nekaj izjemno destruktivnega. Pa ni nujno temu tako. In potem jim pomagati razumeti, da na bolj diferenciran način razumejo te izzive, in se mi zdi zelo pomembno. In da to, da so neki izzivi, neke neugodne izkušnje, zavrnitve, neuspehi, nek običajen del odraščanja in da lahko tudi posameznika krepijo. Seveda je pa pri tem spet se lahko na tvoj esej na začetku navežem, lahko krepijo, da s tem ne ostanemo sami. Ker drug del tega pa je, dovoliti tudi neko neprijetno izkušnjo, ampak stati ob strani za podporo, tokrat ni šlo, veš, se zgodi, boš drugič drugače naredil, nekaj novega si se naučil, jaz verjamem, da ti zmoreš in tako naprej. Kaj bi rekel, da starši delajo dobro, če se pogovarjava o tematiki skrbi za duševno odpornost njihovih otrok? Kaj bi rekel, so tiste stvari, ki si opazil, da so pa res dobre, da dobro vplivajo? Ena stvar je jasnost odnosov in meja v družini. Recimo pogosto delam tudi z mladimi, kjer lahko starši zelo veliko pripomorejo s tem, da otroku pomagajo jasno razmejiti svojo vlogo. Da ni odgovoren za recimo svojega sorojenca, ki ima neko težko bolezen, ampak da lahko zaupa, da bodo starši zanj dobro poskrbeli in bodo tudi zanj našli čas. Da pogosto se pogovarjamo, sploh v družinah, kjer je otrok več, kako dragocen je tudi ta odnos 1 na 1 z vsakim od staršev. Najti tisto nekaj časa za to. Biti prisoten, biti pravzaprav zvedav glede osebnosti svojega otroka. To se mi zdi tudi tako dragoceno. Si prvič vzeti čas zanj ali pa zanjo in dovoliti, da razvije neke svoje sebi lastne sposobnosti, da je lahko drugačen od mene. Se mi zdi, da ta sposobnost veliko staršev tako opazujem, kako zmorejo dati prostor svojim otrokom, ob tem, da še vedno postavljajo meje. To se mi zdi en tak izziv, da To. Pa recimo tukaj veliko staršev, tako se mi zdi, se tako dobro znajde, znajo tudi otrokom predstaviti, da so te meje, ki jih postavijo, za njihovo dobro. Tam se mi zdi včasih izziv, da otroci lahko doživijo, ali pa mladostniki, da so zavrnjeni, ker so deležni nekih meja. Se jim dogaja krivica. Recimo, ampak razložiti, mene skrbi, veš, zato, ker sem imel sam tako izkušnjo. Predvsem to delajo dobro. To se spomnim enega pogovora z enim mojim prijateljem, ki je iskal pri meni na svet. Se mi zdi, da je to tako preprosta stvar. Narediti prostor za pogovor, sploh pri mladostnikih. Reči, oprosti, jaz bi želel se s tabo pogovarjati, pa ne vem kako. Kaj bi tebi pomagalo? Kako bi želel, da se midva pogovarjava, da lahko potem nek problem razrešiva? Ali pa se ponuditi. Jaz sem ti na voljo. Lahko prideš k meni, če želiš, ni nujno potrebno, ampak ta čas imam zate rezerviran, tukaj sem ti. To je recimo tudi taka stvar, ki se mi zdi tako pomembna. Definitivno smiselno. Ampak moramo iti po moje še en korak nazaj. Jaz mislim, da če ti želiš na tak način pristopati do svojega otroka, moraš biti najprej res pomirjen v sebi, oziroma delati na tem, da si ti stabilen kot starš. Ne? Ja, absolutno. Moje kolegice na kliniki rade uporabljajo to metaforo, ki sem jo tudi že omenil, z letenjem v letalo. Ko gremo na letalo, nas opozorijo, če slučajno pride nenadoma do izgube zračnega tlaka, bodo iz stropa se spustile maske. Najprej dajte to masko sebi na usta, nato pa otroku, ki je ob vas.
Tako da seveda, če nas skrbimo za lastno duševno zdravje, težko biti dober starš. Obenem pa pri tem tudi velja, da je pomembno, da znamo biti tudi do sebe sočutni. Težko je spreminjati svoje reakcije in svoje vzgojne sloge, če smo ves čas pod pritiskom in obremenjeni. Kadar smo pod izjemnim stresom, smo nagnjeni k avtomatičnemu odzivanju. Šele ko smo nekoliko bolj sproščeni, mirni, takrat lahko bolj premišljeno se odzovemo. Ko se starši recimo velikokrat pogovarjamo o tem, kako pomembno je, kot si rekel, skrbeti za svoje duševno zdravje in tudi kritično pogledati svoj življenjski slog in ali imam jaz dovolj časa, da ga posvetim tem izzivom, ki so mi pomembni. Imam jaz dovolj časa, da dam dovolj energije svojim otrokom, a morda kakšen je način življenja, ki ga želim živeti. Tudi recimo, še ena stvar, če smemo omeniti, ki jo delajo tudi starši dobro, je, da prepoznajo kvalitete svojih otrok, ki presegajo zgolj storilnost ali pa uspeh. Se mi zdi, da včasih se tako, ko se pogovarjam s starši, ta stiska, ali bo moj otrok uspešen, ne zaradi mojega ponosa, ampak ker me skrbi za njihovo prihodnost. Ali bo uspel se vpisati v tisto zahtevno šolo, ki bo omogočila, odprla vrata v tisti poklic, ki bo prinesel blagostanje. To so pogosto neke fantazije, ki nimajo prave podlage. Da je ta strah prisoten in iz tega strahu potem ves čas poudarek na storilnosti, pri čemer pa izostane, da je naše samospoštovanje temelji na veliko več kot naši storilnosti. Prepoznati pri otroku, da ima dober smisel za humor, da rad pomaga, da je ustvarjalen, da je nadarjen na druge načine, da je dober sogovornik in tako naprej. Vse to je lahko zelo dragoceno, če znajo starši to tudi prepoznati. In je pa seveda, kot si rekel, če je en star zelo tesnoben ali pa celo depresiven, recimo, tako vidi samo slabo v svetu, ga skrbi, da prihodnost nič dobrega ne obeta, seveda to tudi vpliva na otroka. Tako da, in se pogovarjamo starši o teh stvareh pogosto, ampak se mi zdi, da to zahteva čas in tako kot mladi, tudi starši pogosto iščejo oporo tudi v svojih bližnjih, v svojih partnerjih. Recimo ena stvar, ki je veliko delam z otroci, ki imajo kronične zdravstvene težave. In to že ogromno enega stiske lahko prinese družini, da starši tudi zmorejo, pa tudi če samo je en zmenek na dva, na pol leta, biti pozorni tudi na svoje partnerstvo. Veliko pripomore k temu, da kot družina lahko še vedno potem dobro funkcionirajo. Zakaj je to tako pomembno? En od razlogov je zato, ker seveda v partnerstvu smo si še posebej blizu in poznamo en drugega. Naše močne plati, naše ahilove pete, če hočeš. In iz dneva v dan smo si skupaj. In če si lahko v tistih trenutkih drug drugemu pomagamo, tako stati ob strani, si dati spodbudo, razumevanje nekoga, da se lahko k nekomu stisneš, se potolažiš, kot tudi drug drugemu širiti perspektivo, širiti obzorje, vse to je izjemno dragoceno, ko se spoprijemajo družine tako z nekimi velikimi izzivi. Poskrbeti, da se zavedata vedno, da sta skupaj proti izzivu in da ne delata tega, Da si dopolnjujete, da se lahko tudi to različno doživljate. Recimo tudi v procesih žalovanja dostikrat srečamo, se starši spoprijemajo na različne načine in potem tudi pomagamo, da razumejo, da nekdo se lažje s tem spoprijeme, ko se zakoplje v delo, medtem ko drug partner se bi raje pogovarjal v obdobju, ko bi veliko o tem razpravljali in potem pomagamo, da to medsebojno razumevanje, ta toleranca, tudi eno drugega, pa ne samo toleranca, tudi eno spodbujanje procesov se potem zgodi. Tako da tudi to je lahko pomembno. Prej, ki si omenil, glede kako lahko našega otroka opolnomočimo, da smo pozorni na njegove sposobnosti in mu jih pomagamo razvijati. Zdaj, verjetno za različna obdobja otroka to lahko delamo kot starši drugače. Seveda. Pa bi ti mogoče vprašal, kako za vsako obdobje nekak starš lahko začne razlikovati, da mora zdaj tudi njegov način do otroka, do pristopanja te tematike z otrokom, biti drugačen. Kako lahko starš bolj pozoren na to in sledi temu naravnemu procesu odraščanja? Seveda. Ja. Se mi zdi, da to je pa velik izziv za starše pri svojih otrocih prepoznati, na kakšni ravni razvoja in samostojnosti so.
In je to pravzaprav ni mogoče zgolj po starosti, seveda pa starost zelo pomembna. Otroci tam v zgodnjem osnovnošolskem ali pa predšolskem obdobju zahtevajo veliko neke direktivnosti, vodenja, nekih jasnih pravil, brez nekega velikega razgrabljanja, zakaj taka pravila. Pri mladostniku je to popolnoma drugače, kjer je po eni strani miselno zelo lahko samostojen, opazuje, kritično opazuje, prepozna neka neskladja. Po drugi strani je pa tako čustveno, kot še lahko finančno, vse v zgodnem obdobju mladostništva odvisen od svoje družine. In potem ta prehod v obdobje zgodne odraslosti, kjer postaja tako v svojem mišljenju kot v svojem čustvovanju veliko bolj neodvisen, je svet tudi za mnoge starše tudi nekaj, kar jih lahko preseneti ali pa iznenadi nekdo, ki je iz te neke 14-letnice ali pa 13-letnice, ki ima še zelo intenzivne stike, do neke 16-17-letnice, ki pa zelo samostojno razmišlja in popolno lahko tudi drugače, je lahko velik preskok v kratkem času. In se mi zdi pa, da je lahko tudi to eno tako zelo dragoceno obdobje prehoda v to obdobje porajoče se odraslosti, ko pa lahko starš in otrok zaživita v nekem novem odnosu kot dve odrasli osebi. In to pa ima tudi neko veliko kvaliteto. Seveda pa ta prehod odraža tudi vse uspešno ali pa neuspešno razrešene konflikte iz preteklosti. Tukaj pa seveda je na vsakem od njiju oziroma od njih tudi, da potem tudi pri sebi prepozna neke procese, ki jih morda skrbijo. Kdaj se pri otroku mladostniku začne razvijati sposobnost introspekcije? Tako da je sposoben sebe gledati iz malo distance? Ja. Ker zdaj, če svoj primer gledam, pri meni se mi zdi, da se mi je to kar pozno razvil. Prej sem bil bolj kane. Tak karakterno zelo se mi je dogajal veliko športi, da skozi se mi je nekaj dogajalo. Nisem nikoli niti imel časa, kaj jaz delam, kaj si sploh želim, bom že. To je dobro vprašanje, zelo. Torej, sposobnost introspekcije seveda se zelo zgodaj začne v tem smislu, da otroci prepoznajo, kako se počutijo. Recimo, jih nekaj boli, a jih so žalostni, so potrti. Seveda se pa ta kompleksno zavedanje čustev, lastnega doživljanja, svojega mesta v družbi z obdobjem mladostništva spreminja. Jaz bi rekel, da tam nekje, že v osnovni šoli, tam še 5., 6., 7. razred, se lahko opaziš tudi pri mladih, kako dobro se zaveda svojega položaja v razredu, v odnosu do brata, do sestre, v družini. Se tega že zavedajo in postopoma začnejo gledati svoje mesto v odnosih. Obdobje potem, pri 13., 14., 15. že zelo intenzivno tudi v nekem širšem družbenem kontekstu, tako da že takrat je pa točno tako, kot si rekel, seveda je pa tudi odvisno od izkušenj in preizkušenj. In ravno te preizkušnje, tiste okoliščine, kjer naše dotedanje razumevanje, funkcioniranje, neke naše dotedanje navade ne nudijo več rešitev, je tisto, ki nas postaje pred nek zid ali pa tudi pred nek nov izziv, ki ga pa potem bolj zavestno rešujemo, razmišljamo, kaj to zame pomeni. En pomemben del tega je tudi razvoj identitete, ki je zelo intenzivno obdobje celotnega mladostništva in se potem zaključuje tudi kasneje obdobje zgodne odraslosti, kjer je pa tukaj ključen ta element samorefleksije in introspekcije, kdo sem, kaj je moje mesto, kjer pravzaprav gre za proces čustvenega in identitetnega osamosvajanja, kjer v mnenju o tem, kdo sem, nisem več odvisen od drugih. Ali pa je ta moja predstava dovolj stabilna, da tudi prenese drugačna mnenja, kot so moja. In sem v tem pravzaprav samostojen, da lahko imam sam neke vrednote, ki so mi nek kompas, kam želim v življenju, kaj mi je dragoceno, in me tudi neki konflikti ali pa drugačne videnja potem ne spravijo iz tira. Vendar to je tudi nekaj, kar lahko, kadar je ta proces manj uspešen, nekaj, kar nas obremenjuje celo življenje. Lahko srečamo nekoga, ki pravzaprav celo življenje negotov v tej svoji identiteti in ves čas potrebuje povratne informacije strani drugih, da začuti, da se čuti stabilnega v tem, kdo je in da je cenjen, da je vreden. Tukaj mogoče, ki si lih negotovost omenil, ta stigma okoli negotovosti. Kako v bistvu je nekako ni dobro biti negotov ali pa vedeti, kaj hočeš. Ti sploh ne veš, kaj hočeš. Sploh v teh nekem odraščajočem obdobju. Kako lahko drug pri drugem
spodbujamo pa opolnomočimo človeka, da se je bolj sposoben prepustiti tudi negotovosti. Ja. In ne misliti, da je naša, lastna vrednost pogojena s tem, da vse vemo. A ne? Ja. To mislim, da je ena najbolj pomembnih veščin, je ta toleranca do negotovosti in nasploh neprijetnih čustev. To so vedeli že tudi misleci antike in misleci raznih filozofskih tradicij z Daljnega vzhoda in iz njihovih prizadevanj izhajajo tudi nekatere sodobne terapevtske tehnike, kot so oziroma prizadevanja, ki se ukvarjajo s čuječnostjo. Kako biti tukaj in zdaj v tem trenutku. Ne? Kako to kavo, ki sva skupaj danes pila, ta pogovor, kako biti tukaj in zdaj in v polnosti doživeti ta trenutek. In to nam da izjemno čustveno čvrstost v tem smislu, ker nam pomaga, da nas ne obremenjujejo skrbi za prihodnost in nam omogoči, da v celoti doživimo trenutek. In to, recimo tudi, ko so se prej pogajali o tem, kako pomagati pri čustveni čvrstosti, je ta sposobnost lahko dragocena. Recimo, ko se pogovarjam tudi starši otrok, recimo nekimi redkimi boleznimi, ki imajo lahko zelo zahtevno skrb za svojega otroka, se pogovarjamo, kako dragoceno je si vzeti zjutraj tistih 5 minut ali pa 10 za kavo, preden se otroci zbudijo, samo zase in to v polno doživeti. Ne v tej skrbi, kaj bo čez dan, kaj se bo zgodilo. Tako da to je gotovo en tak pomemben dejavnik. Se lahko na nekaj navežem, prosim. Če bi bil jaz otrok zdaj in ne razumem pojma čuječnosti, kako bi me naučil čuječnosti? Kdaj bi sploh vedel, da je čas, da jaz to sprejmem? Kdaj bom razumel? Zanimivo je, da pravzaprav so otroci tisti, ki nas lahko učijo. Otroci, ko se igrajo, ko so zavzeti, je igra sama sebi namen in so polno predani tisti igri, ki jo doživljajo. In to je tudi nek način čuječega doživljanja. Tako da pravzaprav je bolj za mladostnike, recimo tudi v Sloveniji je veliko organizacij, ki ogromno naredijo na področju duševnega zdravja. Ne izpostavim samo recimo Nacionalni inštitut za varovanje javnega zdravja, izpostava, mislim, da v Celju ima ta projekt To sem jaz. In oni so recimo izdali tak čudovit priročnik za osnovnošolce, ki ga dobijo koncu osnovne šole, ga tudi jaz dam včasih mojim pacientom, kjer imajo v tem priročniku tudi več tehnik, recimo za sproščanje, tudi lahko pomagajo to telesno napetost. Ker pomembno se je zavedati, naša čustva so pravzaprav informacija o trenutnem in bodočem stanju našega telesa. In če lahko vplivamo na telo, lahko izjemno tudi vplivamo potem tudi na naše doživljanje. Tako da od tam tudi, recimo, ko se spopadamo z recimo paničnimi napadi. Panični napadi, eden od pogostih pojavnih oblik je, da nekdo začuti neko telesno dogajanje, recimo hitre bitje srca ali pa ob globokem in hitrem dihanju tudi mravljince, vrtoglavico, pomisli, da se zdaj dogaja nekaj nevarnega, da bi lahko morda doživel srčni infarkt ali pa da se bo morda zadušil. Resnica je nasprotna. Zaradi globokega in hitrega dihanja, temu rečemo hiperventilacija, se pojavi občutki mravljinčanja, se lahko zatemni pred očmi, vrtoglavica, ampak vse to je odraz preveč kisika, ne premalo. In že to vedenje potem nam pomaga, da avtomatično drugače o tem razmišljamo in ne pride do tega začaranega kroga, ko se prestrašimo, naše telo se samo še bolj vznemiri, mi smo še bolj prestrašeni in se potem to ponavlja in povzroča velike težave. In če lahko mi na telo vplivamo, da se prvič ga pomirimo, še bolje pa je, da se tudi navadimo teh telesnih občutij, da se dovolimo, da izkusimo. To se spet vračava k temu zmožnosti spoprijemanja z neprijetnim. In kako to storimo? Na trivialno preproste načine. Recimo se ukvarjamo z aerobnimi športi. Ko tečemo, smo tudi zadihani. Vse jaz sem zelo zadihan, ko me diham, mišice me bolijo. In če bi pravzaprav to ne bi bil tek, bi si morda celo mislil, to je pa neka slaba stvar, to je pa nekaj neprijetno, to je pa bolezensko stanje, ampak ne. To je prijetno stanje, ki mi da dober občutek in to razvijanje tolerance, dobra telesna kondicija je izjemnega pomena za spoprijemanje s stresom nasploh. Zakaj? Ker so naši stresni odzivi primarno narejeni za fizične stresorje.
In to je ta del, ki sem rekel, da se naša biologija ne more tako hitro spremeniti kot naša kultura. Narejeni smo na strešni odziv, da bežimo pred volkovi in medvedi. Mi se pa znajdemo v situaciji, kjer smo pa v stiski pred šefi, pa ne pa učitelji, recimo. Ne? In seveda tam nam mišice več srčnega pulza nič ne pomaga. Ampak odzivamo se pa z istimi telesnimi odzivi in zato dobra telesna kondicija nam pomaga, da lažje prenašamo stres, ker so naši telesni odzivi potem taki, da smo bolj vajeni tega. Tako da, ne, če bi želel recimo poslediti tudi eno tako pomembno svet je, da telesna aktivnost je tudi tesno povezana z dobrim duševnim zdravjem in to več meta-analiz, torej študij, ki so pregledali druge študije, vedno znova pokaže na pomemben učinek telesne dejavnosti pri duševnem zdravju. Telesna dejavnost, definitivno mislim, tudi če skozi lastno izkušnjo gledam, jaz imam dnevnik na telefonu, imam dnevnik Feel Good Diary imam. Yeah. Torej, jaz sem si rekel, da bi rad ujel te trenutke, ko pridem ven iz mogoče teh malo bolj temačnih misli ali pa slabega počutja, ki ni lih posledica, da sem bolan ali pa karkoli, ampak je čist posledica tega, ne vem, kada je nekaj narobe, ne? Yeah. Čistko, Yeah. neke take mogoče malo duševno niže vibracije energije. Ne? Yeah. No in večino časa, kar imam noter napisan, je trening. Šel si na trening tudi, kot se ti ni dalo. Yeah. Po fizični aktivnosti se je vrnil pač nek občutek samozavesti. Sem imel bolj bistre, jasne misli, ni bilo toliko neke poplave. Ampak do te točke, dokler nisem šel v fitness, je bilo pa izjemno naporno. Ne? In se mi tudi ni dali ta. Zakaj je mogoče lahko na fiziološkem nivoju ali pa na mentalnem nivoju gibanje, pa sploh nek tak fizični napor, zakaj to povzroči, da se spet sestavimo? To je pa zelo zanimivo vprašanje. Moramo malo stopiti pravzaprav v globino nevroznanosti čustev. Pa če mi dovoliš, bi malo mogoče Super. predstavil sodobno razmišljanje. Seveda. Profesor Cohen Barrettova je ena od aktualnih najbolj tako vodilnih avtoric na področju raziskovanja čustev in je postavila nekaj, čemu rečemo teorija konstrukcije emocij. Njena ideja je, da so pravzaprav naša čustva nekaj, kar mi sproti v našem doživljanju ustvarimo na podlagi telesnega odziva in konteksta in našega lastnega razmišljanja. Kar je ona iz svojih raziskav ugotovila je, da se ljudje na iste telesne odzive jih interpretiramo lahko kot različna čustva. Za nekoga, kot sem prej omenil pri paničnem napadu, razbijanje srca lahko pomeni ravnokar nastajajoči srčni infarkt, za nekoga drugega pa zaljubljenost v osebo, ki sedi nasproti nje. Ne? Razlika je v interpretaciji. Tako. In zdaj pomemben del tega pa je tudi razumevanje, da so čustva, kot sem že prej omenil, povratna informacija, kaj se obeta našemu telesu, kaj je pomembno za naše preživetje. Strah, da je neka nevarnost prisotna. Žalost, da je neka izguba in da potrebujemo neke nove motivatorje, ki so za nas pomembni. Jeza, da potrebujemo neke meje, ki jih recimo moramo postaviti, da se zaščitimo ustrezno, naše dostojanstvo ali pa telesno dobrobit. In tako naprej. Tako da ona razume tudi čustva v tem funkcionalnem smislu, da nam sporočajo nekaj in se tudi naši socialni okolici sporočajo nek pomen. In zdaj pomembno pa je, kar je pa zanimivo, pa naslednje. Naše zaznavanje našega telesa je veliko manj precizno kot naše zaznavanje z zaznavnimi organi. Torej, vse temi za zunanje držljaje. Mi dva vidiva zelo jasno. Tudi če bi bila svetloba manjša, bi se dobro videla in ne bi prihajalo do zmot. Ko pa čutimo svoje telo, je pa to veliko težje. In zdaj, eno od zanimivih razmišljanj, ki izhaja iz te teorije je, in tudi sam se srečujem s takimi pacienti oziroma mladimi, tako mladostniki kot otroci, je, da pa zaradi različnih razlogov slabše zaznavajo telo in zato teže zaznavajo, kako se počutijo. Bom dal zelo preprost primer. Recimo, da odraščaš v družini, kjer vlada non-stop napetost, jeza, konflikti. Tvoj organizem je ves čas na obratih, tvoje srce stalno razbija, stalno si napet. In zaradi tega prihaja v telesu do manjšega nihanja telesnih procesov oziroma teh stresnih odzivov kot sicer.
Zaradi tega, ker je manj te variabilnosti, manj teh sprememb, je tudi težje zaznati, kako se počutiš. Ker seveda, če v nekem normalnem funkcioniranju so ljudje sproščeni, pa se usedemo, pa smo tako mirni in se dobro počutimo. V drugem trenutku smo pa vznemirjeni, ker se nam nekaj mudi in lahko zelo dobro ločimo ta različna telesna stanja. Nekdo, ki je pa ves čas napet, pa ima manj te fiziološke, teže zaznava te spremembe v telesu in zaradi tega teže pol ve, kako se počuti. Tako to je eden od razlogov. Jih je lahko tudi več, zakaj do tega pride. In posledično neka telesna aktivnost nam vrača prvič boljši stresni odziv in s tem tudi več tega nihanja. Recimo tudi se kaže kot fiziološka meritev v variabilnosti srčnega ritma. Eno takih bioloških kazalcev stresnega vpliva je variabilnost srčnega odziva, pri čemer je variabilnost večja, če smo manj pod stresom ali pa smo po svojem osebnostnem funkcioniranju bolj čustveno stabilni. Tako da to je recimo eden od mehanizmov, kako pripomore. Je pa tudi vrsto drugih. Še en recimo, ki se mi zdi ključen in me je vedno znova presenetil, je, da to tudi ugodno vpliva na naše centralno živčevje. Še posebej aerobni športi. Zakaj? Ker je naše centralno živčevje izredno občutljivo na prenos kisika in hranilnih snovi. Šokirala me je študija, ki sem jo prebiral, kjer so gledali krvni tlak mladih, zdravih mladih med 20 in 30 letom. Torej, najbolj zdravi od najbolj zdravih. In že znotraj tega obsega, torej te skupine mladih, je ustrezna variabilnost krvnega tlaka in ustrezen razpon krvnega tlaka koreliral z belo možganovino v možganih. Bela možganovina so pa celice, ki pripomorejo k temu, da se posamezna področja možganske skorje med seboj dobro povezujejo. In že torej, v tem razponu je bil vpliv pomemben in vplival na sposobnost, na hitrost mišljenja, na pozornost, na take dejavnike. Tako da že z tega vidika naše miselno funkcioniranje je boljše, kadar smo v dobri kardiovaskularni formi. Tudi to je en tak način, kako ta telesna aktivnost lahko vpliva. Potem seveda je podvisno, govorili smo o skupnosti, nekatere športne aktivnosti vključujejo skupnost. Tudi jaz recimo rad tečem in je to tudi včasih socialni dogodek. Se s kolegom dobiva, premeljava v tisti uri, ko tečeva vse neke aktualne dogodke in je tudi to spet en vir duševne moči, ki pripomore. Recimo, jaz sem imel gosta na okrogli mizi sta bila, Andrej in Uroš Perko. Verjetno si že slišal za njih. In po Ruglovi metodi, po kateri tudi sploh Andrej je deloval dolga leta, še deluje, je noter v tej metodi je tek. Ja. Torej, prideš k meni, boš tekel. Ja. Vsak dan. Ja. Oziroma, ne vem kako ima točno, ampak in bolj, ko sem ga jaz spraševal v pomenu tega teka, bolj je bil tako, kot uno. Pa sej to je jasno, ti rabiš gibanje. Brez gibanja se sploh pogovarjati ne morava. Ja. Dejansko na takem, tudi pri odvisnostih, če še to tematiko mogoče noter malo vržava, ki je v bistvu neko tudi, a bi lahko rekli, da je duševna motnja, odvisnost. Ja, torej, seveda, nekdo, ki je zasvojen, bodi si z psihoaktivnimi snovmi ali pa nekim vedenjem, lahko, je to bi mi načeloma imeli kot duševno motnjo. Pričemer, mogoče se dotakne tega pojma duševne motnje, je fajn ga razgraditi. Ja. Namreč, duševne motnje izhajajo iz nekih klasifikacijskih sistemov, ki imajo različne namene. So pragmatične narave, nam pomagajo, da se strokovnjaki med seboj pogovarjamo in vemo, da govorimo o isti stvari. Včasih nam pomaga razumeti, kakšno pomoč taka oseba rabi, ampak seveda ne zajamejo v celoti tega. En od ključnih dejavnikov je poleg tega, da ima nekdo neke, temu rečemo, simptome ali pa neke značilnosti vedenja, je tudi, da pa pomembno vpliva na njegovo ali pa njeno funkcioniranje. Nekdo recimo ima lahko neke simptome, neke težave, pa če v življenju dobro funkcionira, pa njega to ne moti, tega ne bi smatral kot duševne motnje. Tako da tudi pri tem, kar omenjaš, recimo pri teh vedenjih, ki so, za katere je značilna neka recimo prekomerna raba, bi temu rekli, je lahko to nekaj, kar je lahko duševna motnja, če to resnično ovira in bi to rekli, ne, to pa ni prekomerna raba, to je pa že duševna motnja v smislu zasvojenosti v ožjem pomenu besede.
do tega, da nekdo lahko ima tako vedenje, pa vendar dobro funkcionira. Pa vendar, ena stvar se mi zdi, kar je vredno izpostaviti, je zagotovo eden od pomembnih vidikov zasvojenosti lahko to, da uporabljamo neke psihoaktivne snovi ali pa vedenja za neko uravnavanje čustev. Da lahko to je eden od lahko dejavnikov tveganja, da pravzaprav to uporabljamo kot način, kako obvladujemo neka neprijetna čustva. Tako recimo to smo zasledili, ko smo razvijali nek vprašalnik za odvisnost od digitalnih naprav. Smo recimo pri fantih opazili, da eden najbolj zaskrbljujočih simptomov je bil, da so uporabljali videoigre, da so uravnavali svoje negativno razpoloženje, ko so prišli recimo domov iz šole ali pa podobno. To je bil en tak pomemben dejavnik, ki je lahko vplival. In pri taki skupini si želimo, da potem razširijo svoj repertoar spoprijemanja. Da to je tisto, kar je ključno. Seveda je pa vrsto različnih razlogov, zakaj se tudi take osebe soočajo z nekimi zelo intenzivnimi neprijetnimi čustvi. Lahko so tudi, ko smo se prej pogovarjali, tudi sami iz svoje družine ali pa v času odraščanja niso imeli priložnosti razviti neke strategije ustrezne spoprijemanja ali pa so imeli težave pri razvoju identitete in drugih vidikih. A lahko za primer, mogoče se zdaj vrnemo nazaj na uno dekle, ki se je ličila in ni naličena hotela iti. Kaj recimo bi bila, torej če bi njeni starši, kaj bi lahko njeni starši naredili, da bi to preprečili? Oziroma, a bi sploh to bilo možno ali sva spet v teoriji? Ne, seveda bi bilo možno. To, kar v primerih anksioz, torej motenj povezanih s tesnobo, kot strokovnjaki poskušamo svetovati, je, da se postopoma spoprijemajo z temi strahovi, ki so. Pravzaprav cilj je oblikovati, temu rečejo, neko hierarhijo izpostavljanja, hierarhijo situacij, ki vzbujajo tesnobo, kjer pa postopoma razvrstimo te okolišne situacije na ta način, da začnemo, da probamo najti tiste, ki so še obvladljive, potem pa prehajamo do bolj intenzivnih oblik. Tako da recimo pri tem dekletu bi lahko bilo, da bi poskušali najprej samo količino ličil zmanjšati ali pa mogoče manj make-upa ali pa in postopoma potem ji pomagali, da bi šla v situacije, kjer bi bilo težko. Pri tej bi tudi dali različne nasvete in oblike pomoči, kako lahko obvladati te neprijetna čustva. Predvsem to, kar jim pomagamo, je, da zdržijo in pa v primeru socialne fobije, da razvijajo socialne veščine, kako vzpostaviti dobre odnose z vrstniki. Pogosto pa trpijo zaradi napačnih predstav, da nekdo pa želi biti moj prijatelj samo, če sem zelo lepa. V resnici pa nekdo želi biti njen prijatelj, ker je zelo zanimiva sogovornica ali pa ker imate skupen interes, pa oba zanima določena glasba, recimo neki korejski glasbeniki, ali pa ker je duhovita, ali pa ne, in tako naprej. Pomagati razširiti ta socialni repertoar, kako se pogovarjati. Kako kot starš lahko otroku daš jasno vedeti, da je dovolj? Dovolj česa? Dovolj. Da je on dovolj, da bo sprejet v tem smislu. Ker ona recimo je imela občutek, da ni dovolj lepa. In je bil to pač pol pogoj, da vse je povezvala s tem. Ne sprejmejo me za to. Ja. Kako že kot starš ti lahko, kaj s tem, da to poveš? S tem, da... To gotovo je lahko koristno. Da jih vidiš. S tem tudi, da ti mogoče tudi pri sebi presodiš, koliko tega tudi ti izražaš. Kako je, ne? To so spet pri tem, ko sva lastno, ne vedno, to se moramo zavedati, da so pač otroci in mlajša generacija nek način do neke mere vedno zrcalo tudi starejših. Ne? In se mi zdi, kot starš bi pa še nekaj izpostavil. To smo recimo se pogovarjali s kolegi zadnjič v odnosu do digitalnih naprav. Ukoliko imaš kot starš priložnost biti v stiku z drugimi starši, sošolcev tvojega otroka, sošolk ali pa širše, je dragoceno graditi koalicije. Se med seboj povezati in reči, nas 8 družin, mi bomo pa skupaj rekli, da bomo vsi postavili meje, kar se uporabe digitalnih naprav tiče. Med tednom pa maksimalno 1 uro, ali pa med tednom pa sploh ne. In vsi se bomo tega držali, ker na ta način pa izkorista to, kar so se na začetku pogovarjala o tej dovzetnosti za socialne nagrade, če hočeš včasih tudi konformizmu. Sej moj prijatelj pa tudi ima tako.
ni tega spodkopavanja pol v smislu, moj prijatelj pa doma pa lahko 8 ur, jaz pa ne, zakaj pa jaz ne morem imeti in tako naprej. Grajenje koalicij skupaj z drugimi starši. To se mi zdi ena taka dobra starševska veščina. In še nekaj drugega prispeva, to je to, o čemer sva na začetku govorila, graditi skupnost. Graditi skupnost in tako za starše, kot za otroke. Ker seveda, če smo mi med seboj povezani, smo prijatelji, se družimo, da tudi naši otroci lahko družijo. In prihajamo ven iz naših sob in naprav in tako naprej. Skupnost, če gledamo mi zdaj na skupnost. Zdaj, prva stvar, ki si jo tudi ti že omenil, je ta, da v trenutku, ko se pogovarjava, da je teh skupnosti več, so te skupnosti drugačne. Ja. Torej je že avtomatsko s tem, da vstopam v neko skupnost, izbiram, da nisem tak, ampak sem taka. Kolikor je to dobro, da se ti s to skupnostjo noter povežeš, je tudi, se mi zdi, za družbo malo destruktivno. Ja. Kje kiksamo kle kot ljudje, ko zbiramo te skupnosti, da je zmeri ta nek element, da je tekmovanje to zdaj proti neki drugi skupnosti? Ja, torej, socialna psihologija nas uči, da so skupine znotraj se pogosto doživljajo kot med seboj bolj podobni člani, kakor so si v resnici, in nasprotno člane neke zunanje skupnosti doživljajo kot bolj različne, kakor so v resnici. To je nek tak splošen fenomen polarizacija, ki se lahko zgodi. Ampak če se smem moče vrniti na moje klinično delo, imam pa naslednji vtis. Da po eni strani so vse tudi za mlade, pa mislim tudi za starejše, za nas tudi odrasle, ljudje, ki so nam podobni, se čutimo sprejete, imamo vtis, da nas razumejo, so nam blizu in da to veliko neke tolažbe in ugodja. Vendar pa to lahko postane nevarno, ko ima tudi iste težave in pomanjkljivosti. To je pa potem slepa pega. In pri mladostnikih je pa to še posebej lahko težavno, če po eni strani doživljajo, recimo, skupina, ki veliko doživlja depresijo, tesnobo, samopoškodbeno vedenje, se med seboj dobro razumejo, se delijo te izkušnje. Težava je pa v tem, da pa nihče od teh članov skupine pa nima veščin, konstruktivnih, kako premagati te težave. In tam se zaplete. Prav, podpora je, ni pa rešitve. Ne? Ja. Tako da tukaj je nevarnost, da pravzaprav se predamo temu ugodju medsebojnega razumevanja, ne postavimo pa te neke izzive pred sebe, en pred drugega, ali pa se ne spodbujamo, da postanemo boljši. In to lahko vidiš, kako se motivi ponavljajo. Kot so se prej pogovarjala o starših in vloge družine, kjer je tudi pomembno otroke izpostaviti tudi kakšnim zahtevnim ali pa neprijetnim situacijam, da lahko rastejo, tako kot tudi mi tudi znotraj skupin naših vrstnikov ali pa skupnosti, je pomembno, da se ne dovolimo preveč zapasti v to ugodje in udobje domačnosti in neke te medsebojnega razumevanja, brez da bi obenem pa si tudi dovolili, da drugega malo tudi soočimo z nekim neprijetnim, s tistimi področji, kjer čutimo, da bi lahko zrastali. In se mi zdi, da to je pa z razvojem komunikacije, recimo tudi na koncu urbanizma, kako živimo v mestih, a smo res med seboj pomešani ali samo tisti, ki smo si podobni, živimo skupaj. To so take zanimive, ampak principi so pa podobni. Se pravi, nekako po eni strani s tem, da držimo ljudi znotraj te skupnosti, pa rečemo, da je ok, jim odvzemamo zmožnost, pika. In istočasno, če pogledava, Einstein je rekel definicijo inteligence, da je zmožnost prilagoditve na spremembo, da je to inteligenca. Tukaj tudi v teh obdobjih, ko naj bi največ raziskovali, naj bi največ novih stvari odkrivali, 20, največ stvari probali, brez omejevanja, da je to zdaj naša identiteta. In mi zdaj tukaj gojimo neko družbeno normo, sploh med mladimi fanti opazim to. Imeti mora že svoj posel, ungama, imeti mora že svoj avto, ungama, pa pol. Nekako se nek tak statusni simbol tega mladega moškega zdaj, ne vem, je bil to Andrew Tate ali kdo je to zakuhal, ampak se je to sprejelo, to je važno. Se je ustvaril, ki zdaj fantom sploh ne dopušča več, da se preveč hecajo, pa probavajo, če zaradi tega ne služijo, če zaradi tega niso boljši, močnejši od ostalih. Kaj to prinaša v prihodnosti? To je zdaj težko napovedati. Se mi zdi, se družba, kot sem rekel, hitro spreminja in
Če bi me pred 20 leti vprašal, a bo družba taka kot danes, bi zagotovo rekel ne. Ampak takole, dve stvari sem razmišljal, ko si postavljal to vprašanje. Prvo je, da včasih je problem, kot praviš, strani kulture, da nas, se pravi, na različen način nas lahko tako zapira in nam onemogoča, da bi v celoti izkusili sebe. Hotel sem mogoče še opozoriti, se mi zdi tudi pomembno, na različne skupine v naši družbi, ki so zaradi jezikovnih ali pa drugih razlogov tudi omejeni. Recimo, veliko delam z mladimi, ki so iz priseljenskih družin, bodi iz bosanskih, albanskih, z drugih koncev sveta. In se mi zdi, njihovo vključevanje v skupnost je enostavno omejeno zaradi tega. In tudi oni, ne. In tukaj podpreti njih, da se bolj aktivno vključujejo v družbo in nas, da jih vključimo, se mi zdi ključnega pomena, ker jim omogoča, da razširjajo te svoje in naše horizonte. In tukaj se mi zdi, se lahko veliko se postori. To, kar sprašuješ glede teh norm maskulinosti, se mi zdi pa ključna tema. Tukaj pa moram reči, da zelo sledim tej temi. Recimo, če se spomniš, tudi princ William iz britanskega dvora je to vzel kot svojo temo, marsikdo tudi po svetu. In se mi zdi, je izjemnega pomena. Mislim, da to, kar se je zgodilo, je ključno, da se tudi ta vloga maskulinosti na nek način emancipira. Da imamo tudi moški veliko več razpona glede tega, kdo in kako, kakšni smo lahko. In se mi zdi, da to, kar omenjaš, ta kultura neka mogoče ali toksične maskulinosti, ki se omenja, je na nek način, vse tako jo sam doživljam, včasih malo heuristika, ko sem jo prej predstavil, kot nek poenostavljen način spoprijemanja z izjemno kompleksnim okoljem. Kjer je pravzaprav za moške težko jasno najti neko jasno vlogo. In si želimo neke jasnosti, neke preprostosti, da bi lažje obvladali kompleksnost, ki je prisotna. Recimo, zelo eno od gibanje, če se spomniš, 30-40 let nazaj je bilo več žensk spodbuditi, da se vključijo v naravoslovne panoge. Ali pa v strojništvo, v kemijo, v znanost. In se mi zdi to projekt, ki je v teku in je obrodil neke sadove. Kar pa recimo pogrešamo tudi danes, je pa veliko več prizadevanj, kako moške pritegniti v tako imenovane care poklice, torej poklice, kjer skrbimo za druge. Učitelje, vzgojitelje, v medicinske poklice, v tiste, ki skrbijo za starejše, v domih za starejše in tako naprej. Da tukaj rabimo tudi veliko več moških in je to žal manj skladno s to neko predstavo maskulinosti in kako pravzaprav to povezati. Zakaj pa bi rekel, da rabimo več moških v teh poklicev? Jaz mislim, da prinašajo tudi lahko nek model, nek zgled za druge, za fante recimo v šolah, v vrtcih se mi zdi, da to lahko prinesajo. Jaz mislim, da tudi moški lahko veliko ponudimo tudi v tej smeri, da to mnogi imajo lahko neko tankočutnost za medčloveške odnose, ki veliko doprinese in prinese, tako kot so se pogovarjali, že celoten pogovor, neko raznolikost v razmišljanju. In to pa, če razmisля tudi tako, že nasploh v bioloških sistemih, pa ne nazaj tudi družbi, naša raznolikost nas dela robustne za spremembe. Ko smo se pogovarjali o tem, kako se hitro družba razvija, je nevarnost v tem, da smo si preveč podobni, da potem nimamo načina, kako se spoprijeti z nekimi spremembami. Zato je tudi dragoceno gojiti raznolikost, ker nas dela bolj robustna, nas dela bolj ustvarjalna, nas dela tudi kot družba tudi bolj možne se spoprijeti z izzivi prihodnosti. In če se zdaj navežem recimo na pristnost, kaj bi rekel, da vsak človek lahko dela za to, da bo bolj dopuščal lastni pristnosti, da zasije? Ja, veliko je potrebnega. In zajema ogromno tega, o čem smo se pogovarjali. Ena je prvič, ko si to rekel, se spomnim na Shakespearea. On takole pravi, to thyself be true, and as night follows day, thou shall be true to others. In tako lepo v bistvu poveže to,
intimno z odnosnim. Če si do sebe zvest, boš zvest tudi do drugih, boš pristan tudi do drugih. In morda se je v bistvu dialektičen fenomen. Če si dovoliš raziskovati, kdo si, boš to spoznal in boš to lažje delil z drugimi. Ko boš pa to delil z drugimi, boš pa obenem tudi spoznaval sebe. Ja. In to zahteva več stvari, zahteva pogum. Zahteva pogum, da se izpostaviš, kakršen si. Kot sem rekel, seveda je to lažje, če greš počasi, po korakih. Tudi ko spoznavamo nekoga, se spoznavamo počasi, razkrijemo neke dele sebe in potem, ko zaupamo v odnos, razkrijemo več. In lahko tudi se naredimo bolj ranljive. Tako da ena stvar, ki je tudi se mi zdi v nasprotju s temi idejami toksične maskulinosti, je biti čustveno ranljiv. Biti odprt in pripravljen tudi sprejeti neko bolečino, tudi morda ob zavrnitvi. Morda pa to ni tako v nasprotju, biti zmožen prenesti bolečino. V tem čustvenem smislu. Biti ranljiv. To se mi zdi en predpogoj. Drugo je, zagotovo zato so tudi neke socialne veščine pomembne, ki pa jih ne moremo razviti, če se z drugimi ne družimo, če ne gojimo nekih pogovorov. Tako da to vaja dela mojstra, preprosto rečeno. Se vključevati in potem s časoma spoznavati. Še ena sposobnost, ki se mi zdi ključna, sposobnost aktivnega poslušanja. Ne samo biti sposoben povedati, biti sposoben poslušati. To nam odpira vedno nove horizonte. Tako v tem intelektualnem smislu, kot v tem čustvenem. Kako se je takrat nekdo počutil, ko se nam zaupa. In s tem pridobivamo vrednost, da tudi smo lahko nekomu v oporo. Recimo pri mladih eden od zaščitnih dejavnikov duševnega zdravja, ko sva jih že več navedla, je prosocialno vedenje. Biti za druge na voljo, priskočiti nekomu na pomoč, biti mlajšemu vrstniku inštruktor, tutor, dober prijatelj v klubu, ga vzeti pod svoje krilo, pod svoj, recimo, in tako naprej. Tako, to so tu recimo neke take veščine. Zakaj ima dajanje oziroma zakaj ima dajanje drugim, pomaganje drugim, solidarnost, tako močen vpliv na naše čustveno stanje? Ker nam daje občutek, da smo del skupnosti. Ker na ta način postajamo del skupnosti. Najdemo vrednost, čutimo, da smo za druge tudi pomembni. Ko se sva pogovarjala o veljavi. To je tudi veljava. To nam da veljavo, to nam da mesto. Istočasno nam da občutek, da smo sposobni, da zmoremo, da smo nekomu pomembni, da prispevamo k nečemu. In se mi zdi, da tukaj je ta nevarna pas neke zelo izredno potrošniške, individualne, egocentrične družbe. Odreže nas od skupnosti. Če smo samo sami sebi namen, ne samo, da se ne spoznamo in ne vemo, kdo smo, tudi nikomor nič ne veljamo. In še hujše, vseh vidimo nevarnost. Torej, tako je, seveda. Drugi moški tekmujejo za isto žensko, za isti biznis, za isti denar, za isti posel. Konstantno je to. In seveda, ko se pogovarja o tem tudi za druge, če se zmoremo tudi z drugimi poistovetiti, da mene pa veseli zate, da si uspešen. Da si uspel osvojiti puno dekle, ki ti je bilo všeč in da sem ti jaz kakšnim nasvetom pomagal. Wow, super. Kako bi lahko več ljudi razumeli, da s tem, ko je nekdo uspešen, niso oni nič na slabšem? Jaz mislim, da gotovo vsak od nas pri sebi lahko to doživlja. Seveda, če imamo določene vrednote. Se mi zdi tudi to spodbujanje gojenja določenih vrednot. Prijateljstvo. Prijateljstvo je meni vrednota. In če sem jaz dober prijatelj, nisi zaradi tega ti slabši. Nisi na slabšem, nasprotno si na boljšem. Tako da se mi zdi, da vsi, ki imamo neko vlogo, tako kot jaz danes tukaj, pa drugi, ki nastopajo javno, izpostavljati te vrednote. Tudi v nekem širšem družbenem odru, da to solidarnost nekaj pomeni, prijateljstvo pomeni, nek spretnost reševanja konfliktov na miren način ali pa na konstruktiven način. To nam odpira pol neke nove poti in obenem zavračanje nekaj takega golega potrošništva ali pa nekega tako pretiranega
usmerjenosti nase, zgolj nase, je tisto, kar je dragoceno. Ampak seveda ne, kot sem rekel, ravno mladostniki so zrcalo zakaj, ker tako ostro prepoznajo te nedoslednosti v naših besedah in vedenju. Tako jasno vidijo, kako se stvari ne skladajo. In njihovo kritiko tudi vzeti v obzir, se mi zdi tudi zelo dragoceno. In se mi zdi tako, na nek način so včasih tako malo kot kanarčki v rudniku, ne? Ali pa taki so znanilci pomembnih stvari, tudi recimo, kar se tehnologije tiče, so najbolj na tekočem. Tako da ena od recimo pomembnih vidikov, ki jih bi tudi danes želel izpostaviti, je, ko načrtujemo neke oblike, kako pomagati mladim, dajmo jih ne pozabiti. Dajmo jih vključiti. Sodobne recimo raziskave, intervencije na področju duševnega zdravja tudi kažejo, kako pomembno je soustvarjanje intervencij skupaj s tistimi skupinami, ki se jih to tiče. In tukaj se mi zdi tudi v pogovoru recimo z dijaško organizacijo Slovenije pa drugimi, ki na tem področju delajo, se mi zdi tako pomembno tudi mlade opolnomočiti. Recimo izpostavil bi, pred parimi leti 2 leti zapored otroci iz osnovnih šol v tem, kako se reče, osnovnošolskem parlamentu, ne, v otroškem parlamentu, diskutirali o temi duševnega zdravja. V osnovni šoli. To je bila tema, ki so jo sami izbrali. Wow. In njih je pomembno slišati. Pa so politiki tam sedeli skupaj z njimi v parlamentu. Jaz upam, da so jih res slišali. In to se mi zdi res za naprej. Sej, je pomembno reči, da Slovenija je veliko naredila v zadnjih 10 letih. Recimo, imamo rezolucijo o duševnem zdravju od leta 2018 do 2028, tak 10-letni načrt, ki je v različne konce Slovenije prinesel centre za mentalno zdravje, centre za mentalno zdravje otrok in mladostnikov, veliko strokovnjakov. In ne, se pa tudi sam zavedam, da se ta pravzaprav rezolucija bliža svojemu koncu in je pomembno za 10 let vzpostavimo en sistem podpore, ki zagotavlja tako kakovostno strokovno obravnavo, kot tudi spodbuja te pravzaprav nestrokovne, laične vere pomoči. Da usposobno mlade, recimo, da tudi drug drugemu pomagajo. Ne, to recimo te oblike vrstniške podpore, da okrepimo recimo šole, svetovalne službe, učitelje, da se bodo čutili bolj kompetentni, ko se spoprijemajo z duševnimi težavami mladih. A je to, kar si na najinem spoznavnem sestanku mislil za krepitev naravnih virov pomoči? Tako je. Tukaj ne omenim še Anico Mikuš-Kos, ki je ena od pedopsihiatrin z res izjemno dolgim stažem in globokim pogledom na to področje, vedno znova opozarja na to, kako pomembno je se zavedati, da je obseg teh težav tako velik, da strokovnjaki ne zmoremo vsega. In je ta stopenska pomoč, da tisti, ki ima duševno stisko, lahko v svojem okolju najde tudi druge, ki nekaj vedo o tem, ki lahko pomagajo, zelo pomembna. Če bi zdaj čistko, kot nek radoveden otrok te vprašal, jaz čutim, da imam stisko, staršem ne zaupam, oziroma so čustveno nedostopni zame. Prijateljev nimam. Ker mislim, da jih nisem vreden, karkoli. Punce nimam, fanta nimam, kakorkoli. Sam sem. Počutim se samega. Kam se lahko obrnem? Kam bi se ti obrnil? Na več koncev. Obrnil se bi, prvič pomislim na različne odrasle osebe v mojem življenju, ki jim zaupam. A je to trener, a je to učitelj, a je to drug. Drugič, na voljo je veliko telefonov za pomoč v duševni stiski. Tom telefon mi takoj pade na misel. Če mi je težko osebno spregovoriti, nekaterim je, ker so tako tesnobni, to sem jaz na spletu, več forumov za pomoč na področju duševnega zdravja. Na ta način stopiti, narediti prve korake. Ne nazadnje v šoli, šolsko svetovalno službo, mogoče je to tudi lahko en tak kontakt. Tako da ja, tako prek spleta, prek telefona za klic v stiski, morda pa pogledati v mojem okolju od mojih prijateljev ali pa mojih znancev, kdo bi pa lahko morda bil moj prijatelj, ali bi pa jaz lahko vseeno s kom stopil v stik. Večina se ljudi pravzaprav dobro odzove na to, ko ga prosimo za pomoč. Odvisno seveda od narave težav.
In ne nazadnje, zdaj odvisno od starosti, ampak ni narobe tudi poiskati strokovno pomoč, absolutno. In reči, staršem, mene pa skrbi, meni se pa zdi, da bi jaz rabil pomoč, dajte me peljati v zdravstveni dom k psihologu ali pa podobno. Tudi take primere srečam, ampak pogosto, tako kot rečeno, preko spleta recimo pridajo do nekih prvih informacij. Pogledati, ali je v moji šoli ali pa bližnji okolici so kakšna letaki, kaj podobnega, ki mi pomaga tudi, da poiščem pomoč. Zdaj, na malo provokativno stvarjo bi se navezal na tole. Zakaj potem? Vse to, kar govoriš, ima zelo velik smisel in je logično, smiselno. Kaj da bi vedeli ljudje to? Ja. Zakaj še vedno pol taka stopna samomorov? To je izjemno kompleksna tema, ampak dajva se malo dotakniti teme, ker je zelo dragocena. Ja. Pa dajva, v glavi imam, letos spomladi sem bil na Evropskem kongresu klinične psihologije in sem poslušal izjemnega avtorja Škotske, ki je govoril o samomoru pri moških. In je tako se mi zdi izpostavil neke pomembne teme, ki jih je vredno imeti v mislih. Jaz bi rekel, vsej ene 3 dejavniki prispevajo k samomorilnem mišljenju, morda nekateri drugi k vedenju, ampak bi rekel, eno od, so že govorili, občutek skupnosti. Kdo ima rad? In občutek, da nihče me nima rad, je izjemno težka stvar. Drug, ki se povezuje z občutkom samomorilnim razmišljanjem, je, moj problem ni rešljiv. Ne obstaja rešitve. In to razmišljanje je dostikrat nerealno, pod vplivom recimo tudi lahko nekega depresivnega razpoloženja, vse vidim črno in nemogoče, čeprav temu objektivno ni tako nujno. In tretje je velika bolečina, stalno prisotna bolečina. Čustvena verjetno. Čustvena ali fizična. Oboje je lahko tak dejavnik tveganja. Zdaj, če pa mogoče še malo specifično pogledati za samomore pri moških, je pa lahko, vse so različni dejavniki, ljudje smo si med seboj različni v tem, kaj so lahko sprožilci. Ampak eno je, to so recimo ugotavljali zaradi izgube delovnih mest moških recimo z nižjo izobrazbo, je moja družbena vloga. To, kar sem se pogovarjal o tem veljavi. V mojem življenju sem izgubil veljavo. Moja čast oziroma nimam nobene vrednosti v oči drugih in s tem ne tudi več nobene vrednosti zase. Neke take nenadne recimo, take tudi lahko spremembe. Seveda ne, zloraba psihoaktivnih snovi poveča tveganje zaradi povečane impulzivnosti lahko tudi. Ampak to so recimo neki taki, torej rekel bi, da pojavnost je velika, zdaj težko rečem, koliko v Sloveniji je že dalj časa med višjimi. Razloga je verjetno več, vsekakor pa je obdobje mladostništva, obdobje, ko je samomorilnega razmišljanja zelo veliko, vedenja nekoliko manj, pa vendar jaz mislim, da delno povezano z duševnimi težavami, delno pa tudi situacijami, ki ljudje pa čutijo zaradi nekih življenjskih okoliščin, da ni neke rešitve in da nimajo nikogar, na kogar se lahko obrnejo. Tako da se mi zdi, da ta medsebojna pomoč ali pa ta pripravljenost tudi o tem spregovoriti. Dobro je, da rečeva, da ni nevarnosti v tem, da z nekom spregovorimo o samomoru. S tem, ko bomo z nekom se o samomoru pogovarjali, ne bomo povečali verjetnosti, da bo naredil samomor, če mu želimo ponuditi pomoč. Če ga usmerimo na recimo urgentno psihiatrično ambulanto, center za mentalno zdravje, urgenco, če ni nekega boljše pomoči, pa da pokliče. To je vedno lahko dobrodošlo. V tem primeru ali pa tudi ostalih čustvenih stiskah, kakorkoli, koliko pomembno je delati že zdaj oziroma prej na razvijanju tolerance, sprejemanja čustev, in po drugi strani, koliko pomembno je delati na tem, da se zavedamo lastne percepcije situacije in da dejansko jo lahko spremenimo in da bo tudi to pomagalo. Mogoče sem malo zmeden na to dvoje vprašal, kar me zanima predvsem je neka, če sva zdaj že mogoče na tej malo bolj zaključni točki, neka formula čustvene odpornosti, pa bi jo mogoče iz teh 2 stvari mi ti pomagal malo sestaviti ali pa umestiti tako, da bo čisto vsi razumeli. Torej, po eni strani toleriranje
zmožnost sedenja s čustvi, zmožnost biti prisoten tudi v neprijetnih občutkih, in na drugi strani naša percepcija življenja oziroma umski del tega, čustveni in umski. Kako bi ga lahko zapakirala zdaj v neko tako stvar, ki bi bila jasna otroku? To je izziv, ki definitivno presega moje zmožnosti, ampak bom poskušal takole razložiti. Torej, rekel bi, da smo si med seboj različni in da ne bodo enake strategije, enako učinke za vsakogar. Dober začetek bi pa rekel takole. Bi bil prvič to, kar sva rekla, poiskati neko skupnost, katere del sem lahko. Če sem lahko, in poskušati biti pristan tudi v tem. Če lahko stopamo v neke odnose, to pomaga. Biti tudi odprt za ljudi z drugačnimi izkušnjami in razmišljanjem. Znati se učiti poslušati. Ne samo tudi razkrivati sebe, ampak tudi slišati druge. Skrbeti jasno za svoje telesno zdravje in stanje, zagotovo pomembno. Znati biti v trenutku, biti pozoren na to, kar te obdaja, in odprt za drugačno ali pa za novo. In biti toleranten tudi do neprijetnih izkušenj, z zavedanjem, da vsako neprijetno čustvo mine. Najkasneje, ko se uležemo spat in zaspimo, mine to občutenje. Da so naše misli, čustva in telo med seboj tesno povezani. Da s tem, ko lahko vplivamo na svoje telo, lahko pomirimo svoje misli, s tem, ko pomirimo svoje misli, lahko tudi vplivamo na naše telo. In da gojiti kulturo tega. Gojiti lastne vrednote in imeti v mislih, da je vredno gojiti predvsem tiste, ki jih lahko vsi dosežemo. Da je uspeh sicer dragocen, pa vendar, da je uspeh lahko tudi tak, ki ga ne merimo z denarjem ali pa z nekim imetjem, ampak je uspeh našega, ko bi rekel, tega, da smo sebe spoznali, drugim morda pomagali na tej poti, da smo delali na skupnosti, da imamo neke druge človeške, notranje kvalitete, no, mogoče. Kaj bi bilo še takega? Zelo lepo povzel. Zelo lepo. Ena stvar, ki je še meni prišla, če lahko dodam, Seveda. na misli, je postavljanje ciljev, ki niso povezani z materialnimi dobrinami, ampak so povezani z občutki. Torej, spraševanje večkrat, kako se želim počutiti in kako trenutno se počutim. Jaz sem osebno sam veliko na ta način delal. Ker sem si rekel, da hočem biti bolj pozoren, kdaj me prevzame nek del mene, ki me vodi po istem vzorcu, ki se mi je ponavljal. V neko hitenje, da se mi mudi, v neko doseganje finančnih ciljev itd. Tam je vedno prinesel nemir. In ne vem točno, kje sem sploh dobil motivacijo, da se začnem igrati s tem, kako se želim počutiti, ampak bistveno je bilo to, da ko sem si jaz rekel, ok, jaz želim čutiti pomirjenost in navdih. In nikoli ne boste se istočasno zgodila. Torej, jaz lahko čutim navdih, ampak ko bom jaz ta navdih manifestiral s svojimi dejanji, hočem na koncu čutiti pomirjenost. Ne želim čutiti navdih in potem izgorelost. In se mi je ponavljalo. In sem se večkrat v dnevu samo ustavil in ponovno je bilo to, ko sem stopil v dvigalo doma, v bloku, ko sem se pogledal, to je bil moj trigger. Ko se počutim, ok, malo sem napet, malo se mi mudi, ok, kako se želim počutiti, mirjeno, ja, je dostopno. Ampak, ta način. Ta misel se mi zdi čudovita in se mi zdi lep način, kako usmeriti tudi ljudi. Aktivno lahko uravnavamo svoje počutje. Imamo v rokah orodja, tako kot nekatera, ki si jih omenil, te tehnike sproščanja različno, s čimer lahko vplivamo na svoje počutje. Absolutno ta način obvladovanja svojega, nismo zgolj barke, ki nas premetava morje, ampak smo tudi kapitani svoje ladje.
In se mi zdi, to si res izvrstno izpostavil. In to se da naučiti. Ljudje nismo obsojeni, da trpimo zgolj pod vihari naših čustvenih bremen in stisk in travm, ampak lahko aktivno posežemo v to. To je zagotovo nekaj, kar velja izpostaviti. Ja, to se bi strinjal. Klej sem začutil zdaj kar malo tega stoičnega prediha. Že prej sem ga pa nisem želel prekinjati, ker si zelo lepo padel noter v neko teorijo, ki si jo razlagal. Pa bi se mogoče zdaj malo, sploh pri moških, ja, tam sva se pogovarjala pri moških, to bi mogoče še dodal tam, oziroma te spodbudil, da z mano dodaš. Stoicizem ima kar nekaj takih zelo preprostih resnic oziroma mišljenj o tem, kako naj bi živeli, da se zaščitimo pred trpljenjem. In ena izmed njih je ta, da trpiš v glavi, oziroma da je trpljenje vedno umsko, bolečina je pa vedno čustvena, resnična. In da če želiš pač se rešiti trpljenja, se reš lastnih misli, oziroma dojem, da nisi svoje misli. Tako. Kako bi recimo zdaj lahko to preslikal ti, nekomu, ki je ujet v borbo, konstantno borbo z lastnimi mislimi in jim verjame. In tega vlečejo v zelo take neprijetne občutke sramu, ponavadi, ali pa obžalovanja, konstantno neko zgodbo laži pletejo. Kaj se tukaj dogaja? Mislim, v takih situacijah sem tako hvaležen, da sem psiholog. Ker to, kar si omenil, kar je že stoiki so poznali, da je ključno razumevanje prvič tega dejstva, da naše razmišljanje vpliva na naše počutje in da naša čustva vpliva na naše mišljenje. Da to zavedanje, da kadar se počutim izredno žalostnega ali pa jeznega ali pa prestrašenja, to spremeni moje mišljenje do te mere, da postane nelogično in nerealistično. Da cilj ni zgolj samo pozitivno razmišljati. Cilj je lahko že samo bolj realistično razmišljati. Jaz nisem najslabši človek na svetu in niso vsi ljudi na svetu sovražni. Da je to nerealna misel, to je ključno. In to, kar pa v sklopu terapije obravnav ljudi učimo, je prepoznavati te občutke. Pravilno prihajajo iz nekih preteklih izkušenj in se avtomatično porajajo kot neke negativne avtomatične misli. In prepoznati te za to, kar so, je ključno. To, kar si rekel. Prepoznati, da jaz nisem moje misli. Jaz nisem moj tok. Jaz sem več kot to. Tako da en del tega je tudi čuječnost. Nekaterim mladim recimo pomagam in razlagam, da je pomembno znati opazovati misli, kot bi gledal oblake na nebu. Da pridejo, potujejo preko neba in odidejo. Brez da bi jih poskušal pregnati, brez da bi jih skušal ustaviti, ampak samo opazovati. In že tukaj pa ta obdobje mladostništva, ravno tisto, kar sva rekla, da to se razvije ta sposobnost, samo opazovati svoje misli. Že avtomatično vzpostavi neko distanco do njih, neko kritično distanco in omogoča, da se preprečijo pa taki fenomeni, kot je, da potem razmišljajo o smislu, da jaz bi pa nujno moral nekaj narediti, ali pa vse je slabo in negativno, ali pa in tako naprej, no, recimo. In tako da to definitivno ta vpliv razumevanja, kako naše misli vpliva na čustva in čustva na naše mišljenje, je gotovo eden od pomembnih ključev do premagovanja duševnih težav. Lahko. Če bi zdaj z glave lahko naštel par knjig na to tematiko, na to tematiko, kjere knjige bi prve prišle tako intuitivno na pamet, da bi jih lahko mogoče poslušalci, ki želijo iti okoli te tematike še bolj v globino, ali pa si mogoče odgovoriti na kakšno vprašanje, najdete mogoče nek način, na katerega bojo lahko poglobili svoje znanje glede čustev, lahko sva širša, ega, misli, čustvene odpornosti. Kjere bi prišle? Mogoče kjere so bile tebi najdražje? Razmišljam, če je res rešitev lahko v knjigah. To razmišljam. Aha. Kako ne ti odgovorim na to vprašanje? Sem tako malo v zadregi.
Namreč to, kar smo se prej pogovarjali, da pot do sebe, do razumevanja svojih težav pogosto vodi preko odnosov, preko ljudi, ki lahko odslikajo naše doživljanje. Okay. In res je lahko branje o duševnih težavah zelo pomembno na neki točki zavedanja, tudi destigmatizacije, razumevanja, kakšne težave imamo. Vendar je pa za spremembe, za preboj pogosto premalo, če ostanemo sami s temi težavami, z literaturo ali pa brez nje. Tako da bi nekoga, ki čuti, da ga to se dotika, spodbudil, pozval, da stopi v stik s strokovnjakom, preko telefonov, ki sva jih morda omenila, preko teh spletnih strani, forumov, da z nekom izmenja stališče, doživljanje, ker mislim, da to veliko bolj odpre to razmišljanje, kot zgolj iskanje odgovorov v literaturi. Ta priročnik, recimo, od To sem jaz, ki se ga tudi zdaj ne spomnim točno naslova, se mi zdi zelo v redu, tudi letos so izdali novega, recimo za spoprijemanje z jezo. Tako gradivo je lahko koristno. Ampak izkaže se, recimo izkušnjo imam tudi en del svojega poklicnega udejstvovanja, se tudi ukvarjam z vplivom digitalizacije na področju duševnega zdravja. Kako lahko z digitalnimi orodji pomagamo tudi mladim ali pa ljudem nasploh. In izkaže se, če ni nekega človeškega faktorja, ki je vključen v tak proces, nekoga, ki stoji za tem, nekoga, ki stopi s pacientom v stik tudi ob tem, ko uporablja neko aplikacijo ali pa program, so učinki razmeroma majhni in ljudje hitro opustijo to. Tako da ne se spet vračal v to skupnost. Skupnost je pomembna. Človeški stik. Stik je pomemben. Tako da morda bolj kot iskanje neke literature bi pozval ljudi, da stopijo do prijatelja, stopijo do svetovalne delavke, stopijo do psihologa, stopijo do psihiatra drugih in tam razgrnejo te svoje skrbi. To mislim, da bo hitreje privedlo do neke učinkovite pomoči, kot zgolj biti sam zase. Kaj pa, če ne išče pomoči, ampak zgolj želi razširiti lastno znanje okoli te tematike? Aha, ok. Jaz bi recimo predlagal velike te psihološke literature na temo čustev. Dve avtorici mi padeta na misel. Meni je bila zelo zanimiva avtorica, ki se ukvarja z generacijskimi spremembami na tem področju. Jean Twenge je ime. Bomo spodaj dali v opis. Boste dali v opis, tako. Ona je več knjig in raziskav napisala na to temo in se mi zdi zelo zanimivo branje, tudi razmišljanje, kaj čaka prihodnje generacije. Otroci, ki so zdaj 5, 6, 7, kakšni bodo njihovi odnosi, v odnosu do umetne inteligence, bodo imeli tudi z njimi neke odnose, kako bodo z drugimi. Tukaj se veliko zanimivih vprašanj odpira, mogoče še lahko tudi še en pogled v prihodnosti dovoliva. Druga avtorica je Lisa, mislim, da je Lisa Baron-Cohen, mislim, da sem prav rekel, ki se ukvarja s konstrukcijo čustva, tudi več knjig zanimivih napisala, tudi en tak zanimiv pogled na čustvovanje, ki je sodoben in odpira nove perspektive z vidika duševnega zdravja. Da razmislim morda, kaj bi bilo še tako zanimivo branje. Mogoče, če bo prišla še kakšna, lahko še sporočiš, razmislil. pa bomo dodali še kakšno, če se boš mogoče spomnil. Seveda. Jaz ne bi kar skočil mimo te tematike, umetne inteligence pa družbenih omrežij oziroma digitalnih medijev. Se mi zdi, da za nekoga, ki ga ta tematika zanima, bi te kar tako direktno vprašal, kaj si se do zdaj naučil o digitalnih medijih, tej tehnologiji, umetni inteligenci, kar se zelo povezuje z področjem duševnega zdravja. Mislim, da bi to razdelil v dva širša sklopa. Na eni strani se različne digitalne medije uporablja za poskuse povečanja dostopnosti pomoči za duševne stiske. Torej, govorila sva, da manjši delež mladih, ali pa tudi ljudi nasploh, poišče pomoč pri strokovnjakih,
tudi zaradi tega, ker je ta teže dostopna do njih. Torej, kako recimo za primer, ki mi takoj pade na pamet, trenutno poteka vojna v Ukrajini. V Ukrajini so v izjemno kratkem času razvili več aplikacij za duševno pomoč prebivalstvu, kjer lahko enostavne tehnike pomoči poiščajo že na aplikaciji ali pa se preko aplikacije naročijo na osebni stik. To je tak preprost način, kako je digitalizacija lahko uporabna. Drug sklop tega se prenaša na neke širše družbene vplive na duševno zdravje zaradi digitalizacije. In tukaj pa se mi zdi primerno, da Evropska unija tudi v Sloveniji poskušamo regulirati socialne medije in druge take oblike, namreč popolnoma neregulirana trg tega, da lahko privede velike težave, kajti podjetja niso motivirana, da bi zaščitila duševno zdravje v takem obsegu, kot je lahko država. Tukaj se mi zdi to ključno. Ampak nov izziv pa predstavlja umetna inteligenca. Umetna inteligenca je pa fascinantna iz večjih razlogov. Na nek način temelji na sklopu podatkov, ki so zajeti iz spleta ali pa iz različnih virov in odraža vse neke pristranosti, stereotipe, predpostavke, ki jih sicer imamo v družbi, tako na področju duševnega zdravja kot širše. In s tem predstavlja veliko nevarnosti, da celo utemeljuje dodatno utrjuje neke stereotipe ali pa neka napačna razmišljanja. Obenem pa tudi nudi to, kar smo se pogovarjali, nek navidezen stik brez pravega stika. Za tiste, ki čutijo stigmo, da se lahko pogovorijo o zelo intimnih temah, čeprav se s tem pravzaprav nikomor ne razkrijo razen umetni inteligenci. Obstaja velika nevarnost z vidika zasebnosti in varovanja teh osebnih podatkov. Mladi se lahko tudi v zelo izredno intimnih vsebinah z nekim sistemom, kjer ni zagotovljene neke varnosti teh podatkov, pogovarjajo. In vrsto tudi nevarnosti se še odpira. Ena od teh, ki bi še tudi izpostavil, je nevarnost vzpostavljanja parasocialnih odnosov. Ves čas se že pogovarjava eno temo in tukaj se bo motiv ponovil. In to je, kako dragoceno je, ko imamo stik z ljudmi, ki so drugačni od nas. Kako nam to trenje v odnosu z drugimi pomaga, da sami rastemo in se razvijamo. In nevarnost umetne inteligence je lahko tudi v tem, da nam ustvari neke parasocialne odnose, v kateri se nekdo z nami vedno strinja, nas vedno razume, nas vedno spodbuja, pa vendar ne spodbuja, da postanemo boljši, drugačni, da se presežemo. In to recimo se tudi izkaže iz teh študij uporabe umetne inteligence na področju duševnega zdravja, ki ljudje spontano to uporabljajo, da se pritožijo, da jih vedno razumejo, jih podpira, pa vendar jih ne porine dovolj k spremembam v življenju. In seveda, ekstrem tega pa je, da bomo potem imeli odnose, kjer se bo nekdo z nami ves čas razumel, ali pa morda celo z nami imel nek romantičen odnos, pa pravzaprav bomo ves čas ostali v svoji lupini brez pravega stika. Ne vem, če si videl ta primer mislim, da je bil iz Amerike, celo tožba je bila, pa ne vem kaj, kjer so starši našli za pogovor, je bila hčerka z ChatGPT-om ali z nekim AI-om, ki je pomagal samomor narediti. Poznaš ta nevarnost je, da te orodja, kot so te pogovorni roboti za umetno inteligenco, imajo sicer neka varovala, če se nekdo neposredno izrazi neko tako željo. Ukolikor se pa ta vprašanja oblikujejo v neko drugo smer ali pa mogoče so bolj posredna, pa seveda je ta stopnja varnosti manjša. Tako da to je velika nevarnost in se mi zdi, kar bi si želel, res neko bolj aktivno povezovanje med vsemi deležniki, velikimi internetnimi podjetji, državo, nami strokovnjaki in tistimi mladimi, ki se jih to tiče, da bi to bolje naslovili. Bi pa še en zanimiv vidik izpostavil umetne inteligence, ki me pa izredno fascinira. In to pa je, da je moje znanje, ki izhaja iz psihologije in nevroznanosti, nenadoma izjemno relevantno tudi za področje umetne inteligence. Namreč izkaže se, da tudi umetna inteligenca uporablja neke podobne procese, kot jih uporabljamo mi, in pravzaprav nas veliko uči o tem, kako mi kot človeška bitja funkcioniramo v svetu.
Tako da mislim, da naslednji tak velik premik bo, ko bo umetna inteligenca zaživela v nekih prosto živečih robotih, to bomo potem imeli še zagotovo še za kakšno epizodo materijala za pogovor. Ja, definitivno, mislim, vse kaj pa nam preostane drugega. Kot da sprejmemo stvari, ki se zgodijo take, kot so. Ne? To sem mogoče hotel še dodati. Kot eno izmed takih stvari, ki meni pomaga zelo, da, in tudi je zelo stoična, da sprejmeš stvari točno takšne, kot so. In z občutki je isto. Neprijetni, prijetni, nima veze. Točno tako, kot je, resnično čutiš zdaj, da je. To, kar ti misliš, da je vedno v prihodnosti, je vedno tvoja projekcija, tvoj filter tega, kar misliš, da je. Ne? Tako je. To se mi zdi izvrstno. Tudi tako, en največjih premikov na področju neuroznanosti v zadnjih letih je to, da smo spremenili svoj pogled, kako zaznavamo svet. V preteklosti je bil ta preprost model zunanji držljaj, doseže naša čutila potem posreduje informacije v možgane in tam mi zaznamo. Izkaže se pa, da je proces pravzaprav obraten. Ves čas na podlagi našega notranjega modela stvarnosti aktivno sporočamo svojim čutilom, kaj naj zaznajo, ta pa samo popravlja ta naš notranji model stvarnosti. In seveda, če so te notranje predstave premočne, lahko tudi, kadar dobimo popolnoma drugačne informacije, še vedno vztrajamo na svojem, ker ne zmoremo spremeniti te zaznave. In se mi zdi, da to zavedanje je izjemnega pomena, tako za duševno zdravje kot širše, seveda. David Gosar, hvala za tvoj čas, da si rekel temu za debato. Upam, da si bil toliko noter, kaj jaz. Ja, najlepša hvala tudi za vabilo. Se mi zdi izredno dragoceno, da občina Ljubljana, da tudi ti skupaj z njimi izpostaviš to temo duševnega zdravja. Saj danes se mi zdi, da nismo niti pokrila vse, kar bi lahko, pa vendar, če bi smel zaključiti s to mislijo, če se najni poslušalci spoprijemajo z duševnimi težavami, bodite pogumni, stopite v stik. Strokovnjaki, z tistimi, ki so vam blizu in jim zaupate, z tistimi verimi pomočmi na spletu, preko telefona, bodite pogumni, vedno se najde rešitev in vedno pot k sebi, k tem, kar lahko postanete. Jaz mislim, da bom mogla čez nekaj časa še eno epizodo odpreti, ker je meni tudi ostalo kar nekaj zapiskov še. Okay, dogovorjeno. Hvala. Če ti je bila epizoda všeč, pol je del s svojimi ljudmi. Projekt lahko podpreš tako, da subscribaš ali pa v opisu pogledaš še ostale možne načine. Tukajle imaš pa že naslednji predlagan video, če bi rad gledal Underdog vsebine še naprej. Lepo bod!